No, tako je. Vse so v bistvu samo te stvari, ne? Te dve stvari, video pa audio. Ja, Samo to je. samo to je. Samo to je. Ja. Kaj jaz imam še luči? Ja, se jaz imam tudi luči, sam je danes, klej nisem postala Ne, si sploh z zunaj. zunaj ne rabiš. Ampak jaz imam vedno notri, zaprem rolete, da imam skozi isto svetlobo, Ja. pa luči. In pa je skozi ista, Ja, to je ful lažje, ko imaš Svetloba. kontrolirano okolje, ne? tako je. Ja. A veš, Studio je. ja, jaz imam pa tle od zunaj recimo, ne? Zato sem si rekla ob 10, ker bo ta svetloba, sonce prihajalo sem Da ne in bova... bo 11:15 bo že, a veš. Ja. Fajn, ne, lep ambient. Lej, tudi če bo malo slabša luč, noben ne bo zaradi tega. Ja, nek mogoče model. celo boljša, ne? Ker se to so se pogovarjala, da ljudje ful iščemo to avtentičnost. Ne? In pol, če je nekaj slabše ali pa malo nekontrolirano, je avtomatsko bolj avtentično, ne? Ker ni narejen. To je res, ja. In mogoče celo pomaga, ne vem, saj zdaj ne veva midva, ampak tako sem jaz že od začetka ustvarjanja malo razmišljal, a ne? Da sem se skozi sem spuščal te stvari. A ne? Ker meni je tudi tako, sem zelo tak vizualen tip, mi je zelo pomembno, da Ti je. si sploh, ja. da je Ker fajn. to delaš v Ja, bistvu prav. S dizajn. tem jaz nisem, ne, ampak ti si pa sploh tako, da si predstavljam, da si No, imel ampak še. imaš pa na televiziji izkušnje, kaj pa res Jaz sem kontrolirano okolje. ja, ampak so vsi drugi zame delali. A veš, v bistvu jaz sem bila tam primorana, da sem bila v okolju, ki je 100% nadziran, mislim, če pač tam delaš, ne, da me je kdo silil v to, ampak ki je 100% pod kontrolo strani 30 ljudi za nekih 15 minut programa, a ne. Ja, to je pritisk pol na tebe, ker zdaj sama ustvarjaš. Nezavedno, jaz nisem vedela. Ja. Dokler nisem začela sama delati, jaz nisem vedela, ker jaz sem se na televiziji čist sprostila. Meni je bilo, jaz nisem imela, mislim, tremo, že nek moment treme, adrenalina, sploh ne vem, o kakšnih gostih, kakšnih zahtevnejših temah, drugače pa ne, čist sproščena, ampak nekje v nezavednem, nekje v podzavesti en delček je, kjer ne veš, da je bilo zaprto. Zakrčeno, mogoče Ja. celo. Ja. Ja, da je bilo nepretočno, da tam je bilo v bistvu potegneš neka pravila hiše za sabo. Ne da bi kdo to od tebe res glasno zahteval, ti kot en avtomatizem se zgodi. Ja. Ker na nek način mi smo toliko vpeti v okolje, v katerem smo, mi se imamo za individume, a ne? Ali pa ta občutek jaza je zelo močen, a ne? Jaz se lahko zdaj odločam levo, desno, ampak okolje konstantno vpliva na nas in v bistvu kreira vsako odločitev pa stvar, ki jo delamo. Sploh se ne zavedamo tega. Se to je najbolj skeri v bistvu. Ja, ker smo Mislim, roboti. To je, ja, to je po eni strani tudi čar, ampak po drugi strani, recimo Gliho Smanagić, sem imela intervju z njim o piramidah. On je odkril v Bosni piramide. Aha, ja. Se mi je bilo znan primek, ampak sem pozabil. Zelo zanimiv človek. Ne? Gliho on je na predavanjih govoril, da piramida se obrača, se pravi, kako bi rekla, komunicira s soncem. Aha. Stranice, zdaj bi ti on tehnično bolj povedal, ampak jaz ti bom zelo po domače, se obrača vsak dan po soncu, se pravi komunicira s soncem. Hoče reči, kako že ena, recimo za nas, seveda živa stvar, vsa narava je živa, ampak recimo, da bi rekli, da imamo, ne vem, mi več zavesti, recimo, kot neko drevo ali pa kot, ne vem, kača. Ali pa recimo. kamen. Ali pa kamen, ja, kako to vse deluje. Ja. Univerzum je perfekten v bistvu. Ja, odvisno kako vidiš, ne. Ja, to je zdaj, ne, univerzum je perfekten, to je spet moje dojemanje njega, ne. V bistvu bi jaz rekel, da samo je univerzum. Niti nima te karakteristike, ki mu jaz jo dodam, ne. Rečem, ni perfekten ali pa je perfekten, ne. On samo je, ne. Sam, če to rečeš, prideva do konca, ni več v bistvu debate. Samo je in je, mislim, kam greš še lahko naprej, pol, ne? To je pol ta karakteristika tega japonske verzije budizma, ne, ker v bistvu ni nobenega govorjenja, ni knjige, ni avtoritete, je v bistvu sedenje, ne. Zazen pomeni samo sedeti, ne. In oni pač sedijo, zato ker je na koncu brez veze karkoli govoriti, oziroma nič ne moreš povedati pravilnega. Ja, se mi zdi, da zato moraš biti res, bom rekel rojen, ampak
pripravljen. V bistvu moraš, ker se mi zdi, da v tej poplavi danes, ne, duhovnosti, se recimo mi gre, bom jaz kar zase recimo rekla, ne, da ne bom kazala s prste na druge, ampak zdaj se grem jaz zen in bom zdaj tihne. In ne bom nič govorila, ampak po moje bo to meni naredilo večjo škodo kot korist v resnici, ker nisem pripravljena na to. Morda, ne vem. Sej jaz nočem zagovarjati ene metode ali pa druge, ampak vsak ima svojo, ne. Jaz se s tem ful strinjam. Vse so pravilne, pa vse so napačne, ne. Vključno z enom je napačno, ne. Karkoli bova zdaj povedala o tem, je napačno, ne. Sej glih to je point tega, ne. Ja. Zdaj pa to, da se ti usedeš, pa počakaš, da vidiš, kaj pride, pa pustiš temu, kar pride, da pride, a ne. Vključno s tem, da rečeš, kaj si rekla, škodoval bi mi. Prav, naj pride, ne. In si konstantno v temu duhu, da stvari prihajajo in se dogajajo, vesolje se dogaja, ti pa v bistvu sediš in opazuješ, a ne. In si opazovalec, nisi pa ta akter, ki hoče kontrolirati vesolje, pa ga mogoče priprav do tega, da bo takšen, kakor jaz želim, da je. Prikrojiti po svoje, v bistvu. Tako, Ja. tako jaz to vidim. A si že dosegel to? Mislim, a si že v tem flowu, da lahko tako spustiš? Ja, mislim, večkrat na dan se mi zgodi, ampak 99% časa pa ne, a ne. Aha, 99% je kar velik, ne? Sem mislila, Ja, da bo kar še veliko, manj. ja. Ampak Mislim- 1% je zelo dragocen, ne. Ja, In je to dovolj. je, ampak bi bilo bolje, če bi bilo 10, recimo, ne? Ja, Mislim, za užitek življenja, za pač absorbirati življenje, zato ker, se veš, kako je to, če bremzaš, ne moreš, mislim, ne more teči, ne, če držiš bremzo, zato sem te vprašala, ker se vprašanje, ne, aj si res samo 1%, lahko da si veliko več, pa ne veš, mislim, se ne zavedaš še tega, a veš. mogoče, ja, ampak glih ta 1% dosežem, v narekovajih, s tem, da ne želim dosežeti ga. A ne? Se pravi, ko sva rekla, spustiš kontrolo in samo si opazovalec, takrat ni razmišljanja, mogo bi biti več v tem stanju, kako iz teh 1% zvišati to na 20%. To je vse beg stran od tega, ne. Zato sem rekel, bolj slabš je v bistvu vse, a ne. Če ti puščaš stvari, da je, kakršna je, a ne, ni misli o tem, kaj je boljš pa slabš, ne. Zdajle sem recimo v kontroli in si pač v kontroli. Ampak na nek način, če se zavedaš tega, nisi v kontroli, ne. Je ena druga stvar, si ti Opazovalec ločen, v bistvu tako, te svojega ega. On pa dela iste stvari, Ja. a ne, tako da se je Takrat začela postane nemoteče v bistvu zate, ne. Tako, To postane v bistvu nemoteče. V bistvu ego nima več takšnega vpliva na te, ne. Ja, on v bistvu dela enake stvari, recimo je jezen ali pa ne vem, hrepeni po nekih stvareh, se žene za uspehom, a ne, to moderni človek dosti dela. Ampak če si ti opazovalec, to ni problem. Je to pač neka naravna stvar. Če sem pa jaz vpet v tega modernega človeka, da sem jaz to, pa moram nekaj izsiliti, moram biti uspešen, bom pa trpel. A ne? In v bistvu je razlika samo v tem, a trpiš ali ne trpiš, ne pa kaj delaš. Ne? A ja, glej še tretja zadeva. Ali trpiš ali ne trpiš, Ja. ali se delaš, da ne trpiš. To tudi, ja. To je pa tisti izklop. To trpiš. Ja, to je še hujš v bistvu. Ja. Na nek način, oziroma dlje stran si od tega, da res ne bi trpel, ne. Ja. Zato, ker včasih te življenje res pritisne, tako sem opazila, res močno pritisne nate, čustveno, pač duhovno, mentalno, fizično tudi. Veš, kako včasih si, ko izžet, ko bi cunjo nekdo ožel, recimo, veš, tazga ni bilo, recimo. Ker deluje, cel ta organizem, cel ta mehanizem deluje. In pol, ko to popusti, pride v nas sproščenost. In takrat jaz rečem, vesolje pritiska, recimo, neke energije močno pritiskajo. Če si ti izklopljen od tega, da tega ne dopustiš, to se mi zdi, da si še 5 korakov stran od tistega, da bi... Mogoče, ja. Mogoče. Ampak sej, ko sva rekla, da vesolje pritiska, ne, sej na nek način sem jaz vesolje, zato ker vse, kar jaz zaznavam, Stanislav Grof je dobro to rekel, je rekel, znanost ni naše razumevanje, recimo, vesolja. Znanost je razumevanje naše zaznave vesolja. A ne, vmes je en filter,
ki smo mi. In mi to dostakrat pozabimo, mislimo, da imamo neposreden dostop do nečesa. Ne. Torej, če sem jaz vesolje, jaz pritiskam nase. Se pravi, jaz z enim delom, prej so ful dobro, ker si rekla, en delček mene je bil zakrčen, en pa je mislil, da ni zakrčen. A ne, mi smo sestavljeni iz nešteto delčkov. Ne. In to se je treba zavedati, ne, da nismo ena stvar, ker imamo občutek tega jaza ali pa tega glasu, ki se pogovarja sam s sabo. Ne. Samo veš, kako dostopati do, kako prepoznati, kateri delček je to, ne? Kaj zdaj nate vpliva. Se pravi, a je tu ena situacija, ki jo moraš razrešiti, ne? Ker včasih nekaj pritiska nate in v bistvu se moraš pogovoriti s svojim partnerjem ali pa s svojim bratom ali pa s svojo mamo ali pa s svojim šefom, če ga imaš. In to sili, ne? Zdaj, kako prepoznati, kaj hoče ta pritisk od tebe. A hoče, da greš na dopust, pa da se sprostiš, pa da pozabiš na vse, ali hoče, da nekaj končno narediš, pa rešiš ta problem, ki ga daješ stran. A veš, ali sam pač, ne vem, kaj naj rečem, neka tretja stvar, kako ti prepoznaš, kaj, ker večkrat jaz sem opazila v teh tvojih intervjujih, 50 ur, ki sem jih pogledala, poslušala, jaz sem opazila, da ti res velikrat uporabljaš besedo trpljenje, ne? Tako da, kako... Ja, ne, sej lahko si jo pač v pol leta tokrat uporabil, pa je ravno tako obdobje, recimo, ampak velikrat jo uporabljaš, no. Ja, verjetno, ja. Ja, no, jaz sem jo pa slišala, ne, ampak kako v bistvu ti delaš s tem, kako prepoznaš, kaj to trpljenje ali pritisk ali karkoli že temu rečeš, hoče od tebe. Ja, ker da nočeš biti ves čas v tem, ne. Ja. Mislim, hočeš, nočeš. Trpljenje, zakaj verjetno uporabljam, nisem se tega zavedal, ampak verjetno je to moje zanimanje za budizem, ne? Ker Buda je govoril o trpljenju, ampak se mi zdi, da je mal prevod čuden. Ne? Mi to vzemamo kot neko bolečino ali pa neko veliko nelagodje. Ne? Če pa gledamo, kako je on govoril o tem, ne, je mogoče boljši prevod neprijetnost. Ne. Se pravi, življenje, on je rekel, življenje je trpljenje. In pa ljudje to, ta budizem mi ni všeč, življenje ni trpljenje. Ne. Ampak tukaj je on mislil, da smo v konstantnem občutku tega majhnega pomankanja ali pa male neprijetnosti. Zato delamo akcije, ki jih delamo dostkrat, izhajajo iz tega. Ne. Torej, kar rečem trpljenje, mislim ta širši nabor tega, da ni popolno, tako kot sem prej rekla. Ne. Se pravi, nekaj bi se dalo v tem trenutku zdaj izboljšati. A ne? In potem jaz nekaj naredim, da probam to izboljšati. Ne. In sem konstantno v tem kolesju v življenju, da probam izboljševati stvari, Ne. Torej, mogoče samo to, da ne mislim neko Jezusovo trpljenje na križu, a ne, kaj ni to življenje. Ne. Ja. Ima tudi lepe trenutke, ne. Ampak tudi pri lepih trenutkih je tako, ne, da tudi če smo v njemu, ne, se začnemo bati, da bo minil. Ne. In potem spet trpimo, oziroma spet je neprijetnost. Ne. Zdaj pa kako rešiti ta problem človeka. Ne. Buda je pač predlagal, da se je treba sprejeti pač to neprijetnost, takšno kot je v trenutku, za dobre stvari, ki jih pa želimo, ne, pa se jim odreči. To, da si v bistvu nekem takem, na tej taki srednji poti, ne, v nekem balansu. Človek je v nekem balansu v tem trenutku. Ne. Tako da tako bi jaz to... Zakaj bi se odrekel stvarem, ko si želijo? Meni se zdi pa želja, tista resnična želja, odraz tvoje duše, kot bi rekla, ne vem, del tvojega plana življenja, da ti uresničiš tisto, kar si res želiš. Pustimo, če je to neka želja. Danes hočem zaslužiti, jutri hočem še 3-krat več in si nenasiten in ves čas v bistvu v nervozi in v nezadovoljstvu. Ampak tista želja, ki jo res začutiš. Jaz ne vem, meni se zdi to božje. Ja, mislim, to sigurno poganja življenje. Ne. Želja po tem, da zgradim hišo, da bom varen, ne, poganja mene in moje akcije. In s tem ni nič narobe. Ampak tako, če se hočemo rešiti te neprijetnosti, o katerem sem govoril, jaz mislim, da se je treba obeh polov odrezati. Ne. Zato, ker vesolje deluje na principu polarnosti. Ne. Se pravi, ne moramo imeti ene strani brez druge. Ne.
Ne moramo imeti samo svetlobe, ker tema ne obstaja, pa ne moramo imeti brez teme svetlobe, a ne? Ker rabimo primerjati stvari. Prepoznati. Ne. In zdaj jaz mislim, da če mi hrepenimo po dobrem, pa se konstantno s temi željami se pravi, soočamo, pa jih zadovoljujemo, pa jih stremimo, da bojo zadovoljene, smo nezavedno ustvarili drugi pol. A ne? Jaz mislim, da jaz sem v svojem življenju opazil, ne? Vsako dobro stvar, ki sem dobil, toliko, ker sem bil vpet v njo, toliko sem mogel plačati to dobrost, kasneje z drugim polom. Enako, se pravi, vse je vedno v balansu, ne? Na dosti dolgi časovni skali. Zato pravim, če hočeš... Sem zanimiv. Zdaj bi bilo zanimivo imeti 5 ljudi tukaj, ne? Se pravi, a je to definitivno tudi tvoje, ne samo razmišljanje, tudi doživljanje, tvoje izkušnje, ne? Zdaj me pa zanima, če to velja generalno. To se pravi, recimo, to, kot se bom, ne vem, danes na glas smejala, se bom jutri na glas jokala. Evo, če res posplošim. A to velja zdaj za vsakega, ker vem, da pač ljudje imamo zelo različna poslanstva v tem življenju. Dobro, do vsakega duša se bo enkrat osvobodila. Ali v tem življenju, ali vedno, pač imamo neko pot, ima vsak, ampak poslanstva v tem življenju imamo pa zelo različna. Tako da me zanima to, kar si mi zdaj povedal, velja zate, ali velja za vsakega? Kakšno je tvoje mnenje? Jaz mislim, da velja za vsakega, ampak to je z mojega zornega kota v tem življenju, pač je to zelo omejen pogled. Ampak jaz mislim, da smo mi med sabo zelo podobni, zelo smo si podobni. Psihološko, tudi vse te zgodbe, ki obstajajo, ta herojsko potovanje, ki je del vsake zgodbe, se pravi, nek junak, vse je v redu, potem je nek zaplet, nek zmaj, on mora zbrati pogum, se transformirati, ubiti tega zmaja in potem je heroj. Zmaja v sebi, zmaja od zunaj, vseeno, vse isto, na nek način. In jaz mislim, da je to čisto isto za vse ljudi. Ja, jaz tudi to mislim, sigurno je. Vsak človek ima preizkušnje v tem življenju. Tako, izgledajo pa drugače. Ja, drugače. Zdaj pa jaz bi tako rekel, za to smejanje, mogoče to se hitro lahko narobe razume, da jaz mislim, da se moraš odreči in se ne smeješ. Jaz ne govorim, da se ne smeješ. Jaz govorim o tem, da takrat, ko se smeješ, ko se nehaš smejati, ni več tega smejanja. Se pravi, da ne vlečeš za sabo izkušnje, joj, koliko je bilo včeraj v redu, ko sem se smejal. Dan se pa jokam, groza in tako naprej. Samo o tem govorim, ne? Ja, to je sprejemanje, veš, to je pa res, to je pa pol res popolno. Moment, biti v momentu tukaj in zdaj, to je pa res, ko to dosežeš, kar v bistvu imajo dosti otroci, ne? Ja. Ki pozabijo v 1 minuti, da so imeli pred 1 minuto 40 vročine, ne? In že tečejo, ali pa ko mi se ubrišejo solze in se smejijo na ves glas, ne? To je to, ne? To je zelo, zelo podobno. In enako je za prihodnost, ne? Mi smo dosti, sploh zahodni človek je dosti gleda naprej, kaj si še želim, kaj bo jutri, kaj bo danes na tem intervjuju, kaj bo pol po tem, ne? Skozi sem naprej, ne? In tukaj tudi kreiramo veliko tega trpljenja oziroma neprijetnosti. Ne? In dostikrat je, tako kot sem rekel, 1% v dnevu sem v temu, da stvari pridejo in takrat, ko se pravi, vozim se z avtom, vidim eno drevo in zdaj je to drevo edina pomembna stvar v vesolju za mene. Ko grem mimo tega drevesa več ni. Kot da ga nikoli ni bilo. In je naslednja stvar. In v bistvu tako si skozi v momentu, da puščaš, da te izkušnje čez tebe hodijo. Ne zadržuješ jih, pa ne probaš jih vse povleči. Se pravi, ne probam tega drevesa, čim prej ne bo tukaj, ker je ful lepo. Ampak v bistvu takrat, kaj je, ko grem mimo in je naslednja stvar. In v bistvu si v toku življenja. Ja, to je... In to so to isti. Mislim, to, kar ti razlagaš, to je to, ne? Ja, in to je 1%, ne? Ja, to je 1%. Ker je treba biti zelo zavesten, da se to dogaja. Zelo v trenutku. Ne? Ja. Zelo, v bistvu moraš imeti že precej razčiščeno sam s sabo in z okolico, da to lahko funkcionira, oziroma da je tvoja mašina celotna, ne samo telo,
da si v bistvu pripravljen, da si toliko odprt, toliko pretočen. Ker to je vse komunikacija, veš, mi smo, mislim, piramida, začela sem s piramido, ampak vsi smo piramide, to je vse ta povezanost z višjimi sferami, ki v bistvu jaz verjamem, da nas vodijo. Mislim, to smo mi sami. Če mi pustimo, da nas v vsakem primeru nas, ampak se zavedamo ali ne. Je kdo te pripelje na ta svet. Ja, občutek tega jaz dostikrat rečem, da je tako, da bi se jaz, kar mislim, da sem umaknil. Tudi zato je sedenje pomembno, ker da se lahko zgodi to, kar se to samo zgodi, to, kar smo opisovali, to mi ne moramo narediti. Mi moramo obratno narediti. In zdaj to je zelo težko narediti. Zato, ker mi, kaj moram narediti? Moram obratno od tega, da delam nekaj. Zdaj bom se trudil ne delati. Kam si se to zavozlal v bistvu? Ja, seveda, to se čisto zavozlaš v bistvu. Že zdaj samo drugi korak se začel pisovati, je meni že začelo v glavi delati, ne? Že da bi možgani hoteli to razumeti. A veš, prej je bilo tako sproščeno in pa je začelo delati. In to je stran od tega, ne? Zato spet so pri sedenju, ne? Samo sediš, niti ne meditiraš. Če bi sam tiho zdaj. Sam veš, zdaj ne bi mogla biti. Zdaj, če bi midva hotela utihniti za 5 minut, veš, kaj bi to brnelo vse. Ker sva midva, zdaj s tem, kar govoriva, se mi zdaj ustvarila eno polje, energijsko, neko polje informacijsko, gosto in tako naprej. Zdaj morava, ne? Zdaj sva že na tem vlaku, zdaj morava priti do nekega... Ne, pa zakaj bi bila tiho, ne? Ker ta moment govoriva. In je govorjenje. A veš, da nisem pričakovala takšnega pogovora, ampak zelo zanimivo. Jaz tudi ne. Ampak ne, vse tukaj je glih to, ne. Ker sem rekel, drevo prihaja in takrat je drevo. Zdaj je bilo govorjenje in je govorjenje. In ni nič narobe z govorjenjem. Nič ni narobe z razmišljanjem, filozofiranjem. Čeprav ni to. Ampak nič ni narobe, ker je to ta moment in v vsakem momentu se brezpogojno skriva to, o čemer mi dva ne morava govoriti, ampak probava. V vsakem momentu. In nič ni izključeno. Jeza, slaba dejanja, nič ni izključeno, ne? Nič ni izključeno, ker to se vse samo izvaja, ne? Izvaja. Ja, meni je super. V bistvu, to je meni res dober občutek tega zavedanja v bistvu. Takrat se mi zdi, da res živim in da res prav spoštujem to življenje, ljubim to življenje, res, kadar mu to pustim, da teče čez mene in da ga čutim in da ga v bistvu tudi vidim. Vse, to je meni, se mi zdi, recimo prej, ko ko me je življenje ali pa sem se sama zelo gnala, vsak dan nov prispevek, novi gostje, nove destinacije, nove obveznosti, to zjutraj se zbudiš in že veš, da boš šel spat, vmes pa pač boš samo delal, recimo, in tako naprej. V bistvu se mi tako zdi zdaj škoda, kako sem stran vrgla življenja, recimo. Pa ga nisem, ne, ampak ker sem dobila toliko izkušenj in vsega, ampak tako zdaj iz tega gledišča, kakšna škoda. Koliko nisem stvari čutila, ampak sem bila kot en stroj, ki je vse izvršil, ki je delal, ki je, veš, bil učinkovit, ki je bil zanesljiv, ki je bil vse, ampak škoda. Ja, jaz verjamem, da ne bi mogla drugače narediti, oziroma da mi za nazaj, ko gledamo, smo naredili tako, kot smo naredili. Z vsem tem skupkom atomov, ki je bil takrat postavljen v vesolju, ne, in je vplival na nas in mi smo v bistvu to, da ne bi mogli drugače narediti. In pol je neko obžalovanje nepotrebno. Zgine v bistvu. Zgine. V trenutku, ko dojameš, da je vse prav bilo ali pa je tako, kot je. Ja. Ali pa drugi, ki so nam nekaj naredili, ne? Dost naši starši niso popolno nekaj naredili, ne? Tudi oni so delali po svojih najboljših močeh v tistem trenutku in najboljše možno so naredili. Najboljše možno. Kje je dokaz za to? Ja, to se je zgodilo, ne? Ni bilo boljše, ne? Ja, to je res. Samo tukaj se mi zdi, da moraš paziti, da ne greš v kakšno idealizacijo. To se pravi, da recimo bi potem, če si zdaj omenil starše, recimo, da bi rekel, vse so perfektno naredili ali pa super. Super je, da nimaš zamer do nikogar ali do staršev ali do kogarkoli, to je super, ampak po drugi strani pa pač, da vidiš, to je... Da se lahko učiš iz tega mogoče. Ja, pa da daš stvarem eno ime, v bistvu, vsi imamo ena imena. In tako se mi zdi, da kadar daš stvarem pravo ime, se pomiri. Se strinjam. Je tako, v redu je, dobil je svoje ime, zdaj pa je.
Ja, veš kaj, v bistvu zelo mi je, jaz sem padla, se pravi, zdaj v ta svet, recimo youtuberstva ali pa pač, bom rekla, ker ni samo YouTube, je še milijon drugih platform, ampak tako. In se mi odprl čist nov horizont. Z vsemi podcasti, ki jih recimo ogromno poslušam, prej jih pa nič nisem, ker nisem jaz sploh dosti časa in vsega in očitno tudi niso prišli do mene, ne. Ti podcasti sem ugotovila, se obstaja čist drug svet, ne. Recimo ti si zdaj zelo močen pripadnik tega sveta, ne, že kar nekaj časa. In me zanima, kako ti dojemaš poklic, posel, delo. A je tebi to še vedno delo, kot je bilo recimo meni 10 let nazaj, ne? Ali pa kot je marsikomu, zdaj pa nedelja konc, zdaj pa spet ta cel teden službe. Ne? Ker se mi zdi, da ti ali pa recimo ljudje takšnega tipa, že to nam več ni. Zdaj meni vseeno je petek ali je nedelja. Meni je vseeno, če bi se midva v nedeljo dobila. Super, jaz se te veselim, jaz se veselim tega pogovora, meni ni to zdaj, razumeš, recimo na tak način, ne. Kako ti dojemaš delo, zaslužek, ne pehanje za zaslužkom, ampak pač zaslužek v kontekstu življenja? Ja, jaz sem odraščal tako, pa sem bil obkrožen s tem, da se je delo zelo ločevalo. Delo pa prosti čas se je zelo ločeval, ne, ker to sem malo začutil, ne. Zdaj vse bolj prepleten mogoče pri tebi, ne. Si rekla, lahko se tudi v nedeljo dobiva, ker ne tretiram tega kot delo, ampak ja. Jaz sem, vedno mi je bilo to zelo blizu, ker sem delo dojemal kot igro vedno, ne. Se pravi, igro v smislu, zelo mi je všeč to delati, učim se, treba je neke probleme reševati, ne, tako kot Lego kocke, ki sestavljaš, ne. Imaš nek cilj, si zastaviš, zdaj bom neko hišo naredil, neka zgodba bo tukaj in potem se spustiš v to in vidiš, kam te ta igra odpelje, ne. Da ti nisi imel takšne vzgoje, kot sem slišala, recimo, ne, tvoja babica je zelo težko sprejela, da ti nisi zaključil faksa, pa dobil take neke ta prave službe, ne navadne, prave službe, recimo. Saj pol si razložil, pa je razumela, ampak tako, nisi imel te začetne podpore, da bi ti v to bil vzgajan, se pravi, si ti samouk v tem smislu. Ja. Ali so te prijatelji v to pripeljali, ali? Ja. Saj to sva prej, ker sva govorila glede staršev pa družine, da so naredili najboljš možno. Zdaj se lahko tako vprašam, ne. Nisem imel podpore v tej smeri, ampak to je zelo tako nevarno, kako bi rekel, nevarno razmišljanje, da bi lahko oni boljš naredili, zato ker kaj, če bi me to na neko totalno drugo pot peljali in bi bila ta pot slabša, recimo, ne. In zdaj človek se mora po moje vprašati, a je zdaj zadovoljen, zdajle. Če je odgovor ja, potem moraš biti hvaležen za popolnoma vse trenutke, ki so se zgodili pred tem trenutkom, ker so vsi vplivali na ta trenutek, ne. In zdaj, če bi ti s svojim egom želel nekaj spreminjati za nazaj, da bi bilo boljš, a ne, bi nevarnost obstaja, da bi naredil slabš, ne. Tako da jaz sem izredno hvaležen staršem, da so nezavedno bili taki, kakršni so bili, ker je mene potisnil na mojo pot, ki je bila prava. Jaz čutim, da je bila prava, ne. In, v bistvu tukaj je zelo veliko, ne. Zelo dobro je vedeti, česa nočeš. To ti je dober pritisk. Česa nočeš. To si ful super rekla. Nisem sploh tako razmišljal, ampak ja, oni so pač delali, ločevali delo in prosti čas, bili v pomanjkanju, recimo, zaradi teh kreditov, finančno ni bilo nikoli dovolj, ne. In ja, jaz sem takrat spoznal, česa nočem. In zdaj, če nočeš tega, ne smeš delati istih stvari. Moraš delati totalno drugačne stvari. In verjetno me je ta pol stvar potisnila v totalno drugačno razmišljanje in akcije, ne. Za nalaž, jaz takrat nisem vedel, da me bojo peljali sem. Ampak ne, saj to je tak misterij življenja, ne. Tako da ja, jaz sem imel to srečo z babico, z starši. Oni so za mene želeli neko varno, stabilno službo, ne, in zaradi tega sem šel na srednjo zdravstveno šolo, takrat je bilo veliko potreb po tem kadru, sem rekel, to je nek tak spoštovan poklic. Zanimivo, mislim, to ni tipična izbira, ko iščeš nek poklic, da greš na srednjo zdravstveno. Greš na srednjo ekonomsko, recimo. Ja, sam po ekonomski nimaš zagarantirane službe. Ja, bi se strinjala z mano.
Ker tam imaš misliš, da je ekonomistov toliko več, da je teže dobiti službo iz srednjoekonomsko, kot recimo ja, seveda. Jaz mislim, da srednjoekonomsko sploh ne dobiš službe. Zaradi srednjoekonomske. Ja. Dobiš zaradi tega, ker rabijo v trgovini neko mesto zapolniti. Ja. Zdaj slučajno imaš srednjo šolo narejeno, kar tam piše. Ampak to spet, ko gledava iz starih časov. V novih časih v bistvu to, ali imaš ti srednjoekonomsko narejeno, pa si v teh 4 letih, ko si to delal, dobil ogromno znanj ali pa ne, veščin recimo. Mislim, ni več pomembno. Ja, jaz mislim, da že takrat ni bilo pomembno z srednjoekonomsko, srednjo zdravstvene, pa saj v mojih časih, zdaj se je veliko teh šol odprl, ne vem kako je s kadrom pa potrebami, ampak to je bilo tako, narediš srednjo šolo, 4 leta, narediš prakso in je služba zagarantirana. In to ni služba, ki je pod povprečjem plačana. To je v bistvu malo nad povprečno plačo. Pa si predstavljal, kaj bi delal, recimo? Ja, tehnični zdravstveni nege bi bil. Jaz bi bil medicinski brat. Medicinski brat v kliničnem centru, recimo? Recimo, ja. Tako, to je bila moja ideja. Kje si zdaj? Neverjetno, res, ne more biti bolj daleč narazen. Ampak, a te še kdaj, mislim, to, da si šel, nekaj te je mogel vse malo zanimati, ne? Nisi imel tega upora, ne grem na srednjo zdravstveno. Se pravi, a imaš kaj tega v sebi, da ti je to super, a uskrbiš kakšne rane kdaj? Ja, ni bilo nobenega zanimanja, to je bila izključno ideja v moji glavi, da mi bo to všeč. Se pravi, nisem sploh razmišljal, ko sem bil pa majhen, me je pa zanimalo človeško telo in rane in ne, ni bilo tega. To je bila neka ideja v moji glavi, željo po tej stabilnosti in varnosti v življenju. Ampak pa 90% žensk je bilo, mislim, punc je bilo opisano. Pomislim na to, ja. A je res to tudi na te vplivanje? Verjetno. Ker vem, da tudi pol še različne skupnosti, kjer si bil udeležen, ki so te zanimale, so bile tudi. Tudi, ja. Tudi ne. Ja, ženske so pač veliko vplivale na moje življenje tudi. Ne bom lagal, da ne. To je tudi ena Zato si tako fajn. Ja, hvala. No. Ja, resno mislim, no. Ja, kar povej. Ampak ja, to je bila ta, ženejo te različne stvari, sploh enega mladega 15-letnika, 14-letnika, s hormoni, tako da sigurno bi rekel, da je kakšen procentek bil tukaj je vplivo to. Samo v tem poslu, kjer si ti zdaj, Ja. Se pravi, dizajner, recimo, internetni dizajner, no? če po domače povem. No? To je super povedano, domače. Ja. To je pa zelo moški posel. Jaz recimo začel sem leta 2010 profesionalno delati in jaz mislim, da se je rapidno to spreminja. Se pravi, posel kot tak, delal sem z ogromno ženskami, super je z njimi delati. V velikih aspektih so mnogo boljše od moških, v nekaterih aspektih pa tudi slabše. Vse je pač, vsak spol ima svoje prednosti, ampak jaz mislim, da svet gre v to smer, kjer bojo te ženske karakteristike vedno bolj močne pa potrebne. Tukaj predvsem mislim na empatijo pa čutenje sočloveka. To je v biznisu vedno bolj pomembno, ker včasih pač si imel, biznis je bila neka tovarna, si mogel zorganizirati delo, to je precej moška taka dejavnost, tak fokus, organizacija, racionalno, ti tukaj se postavi, tekoči trak gre, ta šravf moraš dati noter in gre to naprej. In to so moški organizirali. Zdaj pa gremo v neke take mehke pristope, bolj kreativne veščine bomo rabili za reševanje naslednjih problemov. In jaz tukaj vidim ženske kot ključen del v poslu. Tako da delam in sem delal z ogromno ženskami. Tako da ni izrazito moški svet. Sej ni več, se mi tudi zdi, da hvala Bogu zdaj ne ločujemo več tako močno po teh moških poklicih pa ženskih. Zdaj sem malo to provokativno rekla, v bistvu. Me malo zanima tvoj govor. Razen v rudniku, ne? Ja, to pa res, moški najbrž poklic. res, ja. Ne vem, najbrž, ne poznam nobene, poznam Lahko gibala, je. Ja, lahko giba, to bi bilo zanimivo, to bi me zanimalo. Ker recimo na televiziji, ko sem začela, ni bilo, mislim, je kar nekaj tudi montažerk potem prišlo, recimo, pa je tudi že snemalka prišla, sicer
mislim, da je bila samo ena, ne? Ampak je pa režiserka prišla, pa je bilo več režiserk, vedno več recimo v teh poklicih, ki so veljali 30-40 let nazaj za ful moški, so postale potem tudi ženske noter recimo in to se mi zdi res super. To se mi zdi res super, ker tukaj pri talentih res ne delim na žensko pa moško pa na te darove, ki jih imamo, res ne delim in se mi zdi, da je bila velika škoda narejena v tem kontekstu, da mogoče smo marsikakšno strokovnjakinjo na nekem moškem področju izgubili ali pa spustili, ali pa bi bil svet mogoče, vse prav tako kot je, ampak recimo, če mal se spustiva iz teh zenovskih, se mi zdi, da svet bi bil lahko ful boljši v tem trenutku, če bi ženske, pa nisem zagrizena feministka, sem pa podpornica te naše ženske moči zelo, da bi bilo ta moč prej že dopuščena, kje, ne? Mislim, da bi bil res svet lepši. Pa zelo imam rada moške, mislim, pač. Vedno moraš to zvezdico dati, ne, ker je zdaj v feminizmu tako zelo. Ampak ni potrebe potem. Jaz te čisto razumem, pa se strinjam s tabo, ne, da oba aspekta rabiš, da se ustvari nekaj unikatnega, ne. In če bo samo en pol ustvaril svet, bo prilagojen pač temu, ali pa temu pogledu. In jaz tega včasih nisem toliko razumel, in glih to so me ženske naučile čez moje življenje, da sem preveč cenil to moško racionalnost, pa strogost, pa kontrolo. Pa tekom odnosov, partnerskih odnosov, sem videl, da obstaja še drug pogled na svet, ki je bolj tak čuten in se skriva ogromno lepih, predvsem lepih stvari tam, ki so temu moškemu nedosegljive, če se ne spusti. In glih to ga ženska povabi v ta svet in moški se mora temu tudi včasih prepustiti. Ne, da sam on vodi konstantno. In jaz partnerstvo ne vidim dosti drugače kot neko ustvarjanje v biznisu. To je vse isto za mene. In rabiš oba pola, da dobiš celoto. Tega, kar je vredno v tem življenju. Ja. A se ti zdi, da se pravi, a prepoznavaš to razliko, recimo neke javne službe, bom rekla, ali pa javni sektor, ali pa nekaj takšnega, pa pol te svobodnjaki, v kjeremkoli poklicu že. A prepoznavaš to gromozansko razliko, ali se ti zdi, da se že manjša? Po neki trdosti, okostenelosti, nekih pravilih, ki moraš slediti brezpogojno, ali pa po tej fluidnosti, kreativnosti, po tem, da si lahko privoščimo napake, kar so super, ker nam odpirajo nove rešitve. A prepoznaš to razliko, se ti zdaj še vedno tako močna? Pač me zanima, glede na izkušnje, ki jih imaš, se jih imaš kar dosti že. Ja, absolutno je razlika, ampak tukaj pa prideva po moje do osebnosti posameznika. Jaz sem bolj tak, niso mi toliko všeč avtoritete, nikoli mi niso bile, niso mi bila všeč pravila, vedno sem sam hotel nekako probati stvar, pa se sam prepričati, pa svoja pravila ustvariti. In pač to je moja osebnost in meni bolj paše ta svobodnjaški način ali pa ustvarjalni način delovanja v življenju. Ampak nismo vsi enaki. Eni imajo pa osebnost in jih tudi rabimo, to je strogo, strukturno, in za njih pač neko svobodnjaštvo, kjer lahko se zbudiš, kadar želiš, sam si moraš organizirati delo, kdaj delaš nedelo, bi bilo preveč stresno. Zato, njihova osebnost se namapira na to. In je fajn biti, ob 8 sem v službi, s kartico se štemplam in vem, kdaj bom konec. In to njim paše. Ok, ampak še grejo korak naprej. Recimo njim, pa nismo tle sovražniki, ampak recimo takemu tip človeka, recimo mu boš rekel kriptovalute. Ni šans, to je natek, a veš, kaj je denar? Kriptovalute, prihodnost, ti povem, prihodnost. Začneš govoriti teorije, dejstva, iz izkušenj, pač ne moramo jih imeti 70 let izkušenj, ker toliko časa že niso na trgu, ampak recimo, začneš to uvajati, novosti, neko širino, nekaj nove in so zaprta vrata. Ampak res čutiš, da je neprodušno, da ne moreš zraven. Bolj o tem, mislim, tudi o tem sem govorila, ker te ljudi v bistvu je treba povabiti zraven, tako kot si prej rekel, ženska povabi moškega. Te ljudi se mi zdi, da je treba
povabiti zraven, ker dejstvo je, lej, v tak svet smo pripeljali, mislim, kolektivno, podzavestno, delujoče, pripeljali smo v tak svet, da smo ga mogli za 2 leti zaustaviti. Globalno zaustaviti. Se začne nekaj spreminjati, veliko ljudi govori, da je to zelo slabo, ampak jaz pač rada gledam iz dobrega vidika, oziroma slabe stvari se samo po sebe dogajajo, jaz pa odkrivam dobre, ne. Tako da to se mi zdi, kako te ljudi, ki so tako trdi in togi v teh prepričanjih, da to, kar je njihovo življenje, je edino pravilno in dobro in vredno, ne? Ker vedno tisti, ki si prvošči malo drugačnega, pa malo svežega, pa malo novega, on je kar malo, se mi zdi, mislim, manj vreden, tako, kaj tale neki luta, kaj tale neki sanja, kaj tale neki se gre. Kakšen je to, kaj je to zdaj digitalno nomadstvo, kaj je zdaj to? Mislim, kaj se pa gre ta fant? A ve, kaj je to resno življenje, ne? Ampak zdaj ti pogledaš svoje življenje, ne? Poživiš v redu, svobodno, si tudi preskrbljen, rad delaš, lahko delaš tudi kakšno nedeljo ali pa tudi ne. Ne? Pa pogledaš recimo generacijo, ne, tvojih staršev, resni so bili, pridni so bili, delovni so bili, zanesljivi so bili, ampak so težko živeli. To se pravi, kaj bi rajše izbral? Recimo jaz, da ne bom tebe vprašala. Jaz rajše izberem tole tvoje. Po neki kvaliteti življenja. A veš, kako te ljudi, ki so v bistvu tako še vedno gosti in trdi, sprostiti ali pa jim odpreti, evo ta stikalo, ki sem prej rekla za RTV, to stikalo. Glej, prid. Ja, zelo zanimiva istočnica, ne, ker že v politiki imamo tako, nekateri so bolj konzervativni, nekateri so liberalni in to se tudi mapira na osebnost. Jaz mislim, da je to v psihologiji dosti znano, ne. Nekdo ima rad predvidljivost, pa čim manj sprememb, ker je stvar stabilna. Se pravi, da ne bomo mi to družbo s preveč hitrimi spremembami pokvarili. To je konzervativnost. Liberalen človek, a ne, progresiven, to, kar sva rekla, kreativen, a ne, bi pa rad ful stvari na hitro spreminjal, ne. Yin, yang. Drugega rabta. In jaz mislim, da kako njega povabiti na svojo stran, je tako, da se zelo, zelo jasno zavedaš, da ti njega rabiš, da te zbalansira. Ker če bi vodili svet mi, ki smo kreativni, jaz mislim, da svet več ne bi obstajal. Res? Ja. Dej, razlaš malo več. Ja, ker se preveč zaganjamo v nove ideje, ne. In nove ideje so nevarne, ker niso stestirane. In rabimo ljudi, ki rečejo, gremo malo mi ustaviti to, da vidimo, a je to varno. A ne? Mi bi pa radi, ali pa če dava neko prispodobo, živiva v nekem, recimo 20 000 let nazaj, v nekem tribu, v neki skupnosti in mi smo progresivna in rečeva, tukaj ni več dobre hrane, gremo mi čez hrib čim prej, gremo danes, a ne. Potem pa neko konzervativen človek bi rekel, mi ne vemo, a je tam kakšna nevarnost, gremo mi vse počas. In mi dva bova drugega zbalansirala in bova najdla pravo pot skupaj, ne. Če bi se mene poslušali, bi mogoče ta skupnost izumrla. Ne? Če bi njega skozi poslušala, bi izumrla. In drugega rabva. In ko človek vidi to celoto sveta, da drugega rabimo, ni več pol sovražnikov. Ne? To je pa kar modrost. To je pa res modrost. Ja, in s tem duhom ga povabiš, ne? Drugače pa ne mogoče. Ja. Nemogoče. Ja, si vse povedal. V bistvu res. Ja. Wow. No, hvala za tako reakcijo, ampak ja, to res sem videl dostikrat tudi v svojem življenju, ne, da če želiš enega prepričati, te mora on glede nečesa prepričati. Ne. Je pa navdahniti. Ja. To, ne. Ker veš, če mi rečemo, joj, kaj ste vi rigidni, ne, moramo najprej sebe pogledati, kje smo pa mi rigidni. Kaj pa če ima on prav? Kje bi bilo dobro, da smo? Ampak kje bi bilo dobro, da smo? Ja. In smo rigidni glede tega, da nismo rigidni. Ne. Ja, recimo, ja. Ker včasih je res to, ne? Recimo, včasih ti zelo paše se spočiti ob takem človeku, ki recimo samo en košček zemlje. Ja. Tank, in je super, ker malo počivaš. Pač ne moreš dolgo, ampak recimo, ne. Absolutno. Ja. No, to, kar zelo rada imam tvoje dialoge, mislim vaše, od vas 3. Ja, hvala. Včasih 4, mislim drugih 3. In to se mi pa zdi res dobro delo, veš, da sem ugotovila, kako ta vaša razmišljanja in spoštljivo obnašanje
tudi do kakšnih drugače mislečih. Kako te odprte debate peljejo naprej oziroma delajo dobro, oziroma sproščajo in barvajo življenje, da ne bom rekla lepše, ampak barvajo življenje. To se mi zdi res super, tako da sem zelo uživala v tem, veliko veste, veliko berete, vsi trije, res ste super tandem, mislim. In tako naprej. Mislim, daste ljudem, recimo, ki vas poslušajo ali pa govorijo zase, daj pomisli še tako, daj nareči še tako, daj prvošči še to. Odpirate ene miselne poti, no. In mi je to, se mi zdi, zelo pomembno, no. Za vsakega človeka, ne glede na to, aj taki samo en vrtiček obdeluje, ne. Za vsakega so dobre sveže misli, ki prihajajo takrat, kadar je stvar, ki je ena kemija ustvarjena, ki je neko sproščen teren, kjer se ti lahko izraziš. In vi to ustvarjate in to se mi zdi super. Ker mi vsi mislimo, ko smo dobri v komunikaciji, ne. Mi vsi mislimo, ko smo super v komunikaciji, recimo, če znaš govoriti, si že super v komunikaciji, ne. Daleč od tega, kakšna je to umetnost, koliko moraš ti pripraviti ten teren, da se človek lahko ob tebi toliko sprosti, da zares pove tisto misel, ki pride v tistem danem momentu, ki je mogoče malo tvegana, ki je mogoče malo dvomljiva, ki mogoče ti bo rekel, a si ti nor, ne, to je nenormalno, kar ti govoriš, ali pa si ti bolan, ne, recimo, to ni zdravo, kar govoriš, ampak je super, da pride ven. In se mi zdi, da vaši dialogi kažejo na to, kako se debatira in kako se pusti drugemu, da ima svoje mnenje, ga celo podpreš lahko v tem, če tudi ni tvoje, in to se mi zdi, da bi bilo zelo dobro, če bilo v vseh familijah in v vseh zakonih in med partnerji in med prijatelji in med sodelavci. To ste res en zgled te res dobre komunikacije. Ja, ful ti hvala, no, za te besede, no, ful cenim. In lahko rečem, da se jaz tudi tukaj ful dobro počutim, ne, ti imaš tudi to karakteristiko in ful ti hvala, no, za ta prostor, ne, kad držiš nekomu, da lahko se izrazijo, ne. Glede dialogov ali pa bi rekel podcasta na splošno, sem jaz hotel ustvariti, zdaj za nazaj v bistvu gledam, takrat nisem razmišljal o tem, ampak hotel sem ustvariti nekaj, kjer se bo govoril, kjer ne bo nikoli izrečena resnica, a ne. Zato, ker dostikrat, a veš, vsebine ustvarjamo in svojo resnico pušamo naprej s to vsebino, svojim ustvarjanjem, recimo, ne. Ali pa napišem knjigo, hočem neko resnico, svojo resnico vendati, ne. In imamo zelo močno to potrebo ljudje, ne. Tako pa jaz mislim in to bom dal ven in potem iščem, kdo se strinja z mano. In bom vse prepričal to, ja. Tako, in pa se jaz dobro počutim. Ja. Klej sem hotel nekaj ustvariti, kjer, dostikrat sem rekel to za dialog, ne, da niti stavek resnice ni bil izrečen v teh 100-200 urah, ne vem, koliko smo, 1000, ne vem, govorila, ne. To pa zato, ker to so samo naši pogledi na življenje, kot ga živimo, ne. Se pravi, 3 mladi fantje razmišljajo o življenju, razmišljajo o sebi in dajo te ideje na mizo, na sredo te mize in potem testiramo te ideje z drugima 2, ne. In v bistvu sebe spoznavaš čez ta proces. In to spoznavanje sebe se mi zdi, da je smisel življenja. Spoznavanje sebe, ne. To so že stari Grki govorili, ne, tam na teh vratih je napisano, ne, da spoznaš samega sebe. In res to verjamem, da ga lahko sebe tako spoznaš čez druge, ne. Oni ti dajo ogledalo, ne. Ja, saj to je bilo super, zdaj na Ljubljanskem gradu, ko ste imeli ta event, to je Andrej rekel, Škraba je to rekel, ne. Ja, vsi trije smo o tem. Vsi trije ste v bistvu govorili o tem. Neko vprašanje je bilo o tem, daj se spoznaš. Ja. Ali pa, a se lahko sploh spoznaš, ali pa drugega, če lahko spoznaš, ne. In ja, se mi zdi, da je to konstanten proces, ne. In če prideš s tem duhom v debato, da ne boš govoril resnice, niti drugi ne bo govoril resnice, je debata čist drugače izhaja. A veš, da je ful večji užitek? Recimo, če smo malo egoistični, pa hočemo uživati v življenju, je ful večji užitek. Tako. In to je dialog, ne, dialogos. To je uživanje v filozofiranju in zavedanju tega, da ne boš prišel do konca. Ja. In je igra to, ne, to je tudi igra. Ne. Pogovor je igra.
ne pa neko ciljno usmerjena aktivnost, kjer bom jaz nasprotnika prepričal v svoj prav, da bomo izboljšali ta svet, ker jaz vem, kako ta svet mora delovati. Ne. To ni igra, ne. To je zelo mučno. In to politiki, a ne. To sem imela zdaj v mislih, točno to, ampak zdaj, pa mogoče obstaja kakšen politik, ki pa ni, ne, ki je pa drugačen, ne. Ja. In takšnega je recimo lahko poslušati, oziroma je užitek poslušati, zato vas res lahko poslušaš ure in ure, ne? Ker recimo kakšnega lahko pač 20 minut, pa ne moreš več, ker si malo utrujen, ne morem več, res, ne da se mi več. Se imamo čutila, ljudje se res moramo zanesti na svoje čutila, tako se mi zdi, naša telesa nam to govorijo in je super, če kdaj ne poslušamo samo racija, da poslušamo telo, ker je to glasno in zgovorno in v bistvu za nas resnično, no. Za nas resnično. Se mi zdi, da vse te tehnike, bom rekla, čeprav res ful nisem zagovornica nobenih tehnik, niti metod, ampak vseeno vidim pa plus, da pač ljudje rabijo kakšno tehniko, zato da prepoznajo, da kot vstopna točka pričajo ta prostor čutni, ki si ga preomenil, pričajo ta čutni prostor, ali s tehniko, ali z metodo, ali pa brez vsega, ampak prid, da boš videl. Res je, ja, se strinjam. Ja. Kako ti vidiš prihodnost, no? Z vsem tem, kar veš in znaš in kar delaš, kako ti vidiš prihodnost? Kje smo? Jaz zdaj res dojemam, mislim, da Slovenija je še malo, no, želela bi si, da je še malo bolj usmerjena v prihodnost, ali pa v večji meri, recimo, no. Tako, ko prideš enkrat recimo na YouTube, pa se odločiš, da boš malo prevajal tudi svoje intervjuje, pa da boš malo tujino odprl in tako naprej. Vidiš, da nekje Slovenija je še kar v zadaj. Kako ti gledaš, bom najprej rekla našo prihodnost, slovensko, pa tako univerzalno prihodnost, človeško? Slovensko prihodnost. Ja. Jaz mislim, da obe prihodnosti vidim zelo optimistično in zelo dobro in zelo lepo. Slovensko prihodnost enako. Se mi zdi, da smo ena najboljših držav na svetu, a ne, po metrikah tudi, a ne. Je pa kle... Samomori na višku, alkohol, moram ti oporekati, drugače sem v Evropi, recimo, smo po samomorih pa po alkoholizmu, ne. Tukaj bi te ustavila, samo zato, da malo zbalansiram, ker če bi ti rekel, da je Slovenija slaba, bi jaz zagovarjala, da je super, ampak sam to. To se mi zdi velik problem in zelo zgovorno dejstvo. In tudi v podcastih ste rekli, ne, tam, če Slovencu nekaj rečeš, ne, recimo naša mentaliteta, govorimo kar v kolektivnem nezavednem, ne, če sva Slovenca, imava sigurno en delček tega, ne. Ja. Nekaj rečeš in ni jaz grem pa tole narediti. Ne vem, če bo to v redu, to ni, pa to, pa veliko je tega. Če boš to američano rekel, wow, great, the best, super, wow, bravo, kolega, prid, bomo še mi, bomo skupaj, lej, pa še to probi, pa še to. Ja, zdaj, če bi me vprašala, kako vidiš slovensko prihodnost glede alkoholizma, bi rekel, da bi drugačen odgovor dal. A pa kako vidiš slovensko prihodnost glede samomorov in statistike samomorov, bi bil to druga debata, ne? Ker jaz mislim, da če bi me kot Finca vprašala isto vprašanje, bi lahko neki drugi dve metriki potegnila, pa bi rekla, a bo res tako dobra prihodnost. Finci smo prvi v, ne vem, zdaj se izmišljujem, v nečemu so sigurno najslabši, a ne? Ali pa imajo neke karakteristike. Tako da jaz mislim, to sem glih hotel se navezati, ne, da kako mi gledamo na svet, ne, je tako osebno in individualno, da je težko sploh reči, kaj je objektivno. A ne? Zdaj, to je moj pogled na Slovenijo. A ne? Jaz tukaj živim dobro, moja družina živi dobro, moji prijatelji živijo dobro, imam stik z mladimi, ki ne živijo tako dobro, ampak v primerjavi z drugimi državami na svetu živijo izredno dobro. Tako da, to je moj pogled, a ne, in moje videnje, a ne, Slovenije. Ne. Nekdo zagotovo, ki je tik pred samomorom, a ne, ali pa je v depresiji, zaradi tega, ker je izgubil službo, ker so politiki v Sloveniji nekaj zajebali, ali pa je izgubil zaradi alkoholizma, ali pa žena, ki trpi zaradi alkoholizma svojega moža in je alkoholizem v Sloveniji problem, je avtomatsko pogled drugačen, pa mogoče bolj pesimističen. Tako no, to sem hotel sam povedati, da mislim, da objektivnost ne obstaja. Imamo neke objektivne metrike, ampak spet
na katere stvari se boš ti fokusiral, je subjektivno spet. Ja. Tvoj generalni pogled pa občutek bo subjektiven. Zato mislim, da objektivnost ne obstaja. Ne. Tako da za ene bo prihodnost izredno lepa, za ene bo izredno slaba, ampak generalno mislim, da bo boljša, kot je ta zdaj. Ja. Tako, no, če sem lahko bolj natančen. No. Ja. Samo optimističen. Ja, ker v bistvu vsem prihajajo nove generacije. Veš, že ti si druga generacija, ne, kot sem jaz. In imaš to svežino, ne? Pa ni med nama 20 let razlike, ampak vse, ne, imaš to svežino. Recimo prihajajo mlajše generacije, ki jih gledam, so super, se mi zdi. Ja, vse v redu, res, mogoče imajo težko otroštvo, ne vem, zaradi alkoholizma, zaradi, ne vem, nerazumljenosti, ne vem, zaradi šolskega sistema našega, ki je precej slab. Ja, tehnologije, pametne naprave, odvisnost od tega, to je velik problem. Ja. Ampak tako drugačni so, res drugačni so, bolj so svobodni, se mi zdijo bolj. Na višji stopni so zavesti. Zavesti so, ja. Absolutno. Tako da oni bodo enkrat pač vodili firme, enkrat državo in ne vem, čez 20-30 let iz tega konteksta jaz vidim, kako bo lepa ta Slovenija, kako nam bo dobro. Seveda bojo problemi, ampak boljš bo, še boljš bo, ne. Ja, jaz se s tem podpišem to, no, in dostikrat sem gledal tudi, prva svetovna vojna me recimo ful zanimala, ne. In obstaja nek film, ki so ga naredili pred 3 leti, ki so te stare arhivske posnetke v bistvu pobarvali, pa dodali zvok umetno, ne, se pravi, to so bili nemi posnetki, ne. In v visoki ločljivosti je vse, ne. Mislim, da je režiral Peter Jackson, ki je Lord of the Rings režiral, ali sem pa to zamešal, ne, ampak lahko to pol dodava link, ne. In gledaš obraze teh ljudi, ne, zelo osebno tako, in vidiš, da so to drugačni ljudje, kot smo mi, ne. V očeh vidiš, pa nočem zdaj nižje, višje, ampak zavest napreduje. A ne? Mi smo na višji stopni zavesti kot ljudje v srednjem veku. Že tako, kaj delamo moralno, lahko rečemo, da tukaj ni dvoma, kako razmišljamo, IQ imamo višji, a ne? To je ta Flynnov efekt, ki IQ se zvišuje. A ne? Tako da normalno je, da bojo lažje reševali kakšne izzive, kakor jih mi rešujemo. So pa druge civilizacije, ki so bile pa ful pred nami, ne? Pa se zremo nazaj 10.000 let, ne? Ali pa še več, recimo. Veš, so bili pa ful napredni, ne? Se vsi vemo za v nekem aspektu so bili napredni, ja. So pa vseeno umirali od enih bolezni, ki jih mi zdaj zdravimo, tako da tam so bili pa manj napredni. Ne, govorim prav za recimo Atlantido ali pa Lemurijo, recimo, kjer so telepatija pri njih zelo močno delovala. To so zdaj že Kaj, a ti je tuje to? Izven, ja, mislim, ni mi toliko tuje, poznam to, nisem pa toliko izvedenc o tem, ali kaj? Ja, pa tudi nisem toliko prepričan, da je to res obstajalo. A res? V nobeno stran. Zanimivo. No, lej, tukaj sem pa starejša generacija, pa sem bolj napredna od tebe. Evo, super. V tem smislu, mislim. Ja. Aha. A zdaj je to čudno, ne? Ja, ne, ja, mislim, no tukaj prvič vidim, v bistvu pri tebi nekje, lej, se ni nič slabega, da ne bo pomote, ampak tako, recimo nekje en delček nečesa zaprtosti do nečesa. Aha, ne, mogoče moram sam, nočem se zdaj braniti, jaz sem odprt, ampak sam da bo razumljen, ne? Ja. Jaz ne pravim, da ni obstajala Atlantida, ne pravim, da je obstajala. To se meni zdi odprtost. Ker če ti nekdo reče, obstajala je, 100% sem, to je za mene zaprtost. A ja, ker se zaključijo raziskave, a misliš zaradi tega, ker se zaključijo raziskave? Ne, prepričanost v svoj prav, ali pa prepričanost na splošno, gre z roko v roki z zaprtostjo, ne. Se pravi, jaz glede ničesar nisem prepričan 100%. Jaz lahko zdaj rečem, da me lahko nekdo glede česarkoli prepriča. Glede Atlantide, piramide v Bosni, letenja, lebdenja, lahko me prepriča. Ja. Ampak nisem pa prepričan, da to obstaja, ne. Ampak če so meritve, če so dokazi, a še vedno nisi prepričan. Se pravi, če ti recimo priješ neko napravo tja in tam izmeraš recimo vsebnost negativnih ionov. Pač to so fizika, kemija, biologija. In greš nekam drugam in izmeraš in vidiš veliko razliko. A pa boš prepričan ali ne boš še vedno? Ne, nikoli ne bom prepričan za 100%. Ampak boš kaj?
Ja, rekel bom, to je najboljši približek tega, kar zdaj verjamem. Lahko se pa vsak trenutek to spremeni. Kot sem prej rekel, znanost je raziskovanje naše zaznave o vesolju, ne pa vesolja. In vsako meritev, ki mi naredimo, se čez naše želje, da bi bilo to res, čez vse to se sfiltrira. In lahko spregledamo nekaj, kar ne vemo, da smo spregledali. In zato pravim, da je prepričanost zelo nevarna stvar, ker so vsa prepričanja napačna. Čisto vsa so napačna. Zagotovo, ker smo neki, nimamo cele slike. In nikoli ne bomo imeli cele slike v vesolju, razen takrat, če smo Bog. Bog ima, bom tako rekel, Bog ima celo sliko v vesolju, mi pa nismo Bog. In kaj pa praviš ti, recimo, tebi je Azija blizu, recimo. Kaj pa praviš na, recimo, kakšne mojstre v Indiji ali pa v kakšni drugi državi, Tibet, Nepal, pač karkoli, še bi lahko naštevali, za katere, mislim, ki pa imajo en drug pogled ali pa vpogled, ki ga lahko mi prepoznamo po tem, kar so naredili ali pa kar so povedali, ali pa na kakršenkoli način so priklicali nekaj iz množic. Kaj pa v tem rečeš potem? O tem si rekel, nisem Bog, recimo, ampak pač ta pot k Bogu je, lahko rečeš, dolga, ampak vse je razvoj, ne? Nekdo je bliže temu. Ja, nekdo je bliže, se strinjam s tem. Ne vem, kaj točno si me vprašala, ker kaj porečem na te modrece? Ja, da oni vejo. A veš, ker recimo to, kar ti zdaj izražaš, zame je dvom, dvom v vse. Preverjanje vsega, dvom v vse, tudi ko ti nekdo že res dokaže, ti še vedno dvomiš. En delček moraš dvomiti, Ja, to je kar razlika, se pravi, ali en delček, ali zdaj ta 1% dvomiš, ali 50-50, Ne, jaz sem mislil, da nobene stvari ne vem, pa nisem prepričan o njej, vključno z, recimo, da ti obstajaš, 99,99%, jaz verjamem, da ti imaš zavest podobno moji, da se zavedaš sama sebe, ampak ne morem tega zares vedeti. Jaz v bistvu vse, kar vem, je moja zaznava. In moja zaznava teh mojstrov je enaka. Oni se pojavljajo v moji zavesti. Zdaj, kaj on, koliko je on blizu Bogu, to je vse na ravni idej. V moji glavi. V tvoji glavi? V moji. Se zato je zanimivo. Recimo, ta mojster pa po moje ne bi tako rekel. Ja, ampak to je njegova ideja lahko. A ja, ideja? Aha. Ja, lahko je, Kako pa jaz vem, kje je on, A je on Bog? Vidiš pa recimo po njegovih dejanjih. Vidiš, saj življenje govori, a veš, če ti bo recimo, ti najbrž ne bi hotel imeti finančnega svetovalca, ki je v bankrotu, recimo. Mislim, najbrž ne, lahko bi ti nekaj dobrega vsem povedal, kako ne biti v bankrotu, ampak ne bi hotel imeti finančnega svetovalca, ki je v bankrotu, ne bi hotel imeti zdravilke, ki je čist bolana, pa čist sesuta, recimo, Pač človeka lahko prepoznaš ali pa začutiš ali pa mu dopuščaš njegovo veličino po njegovih dejanjih. Ja, ampak jaz interpretiram njegova dejanja. Ja, seveda, to pa vedno, Zdaj imamo problem, ker je recimo nek modrec pa mojster in ima svoje sledilce in oni njega tretirajo kot višje bitje, recimo, Ampak kako pa razloživa veliko ljudi, ki istega mojstra gledajo, pa ga poznajo, po človeški plati. Nič ni posebenega, ali pa mu ne sledijo. Očitno se ne skriva v mojstru samem to, ampak se skriva v temu individumu, ki gleda mojstra. Tukaj imamo dokaz. Mi damo, kako bi rekel, pomembnost stvarem. Mi interpretiramo našo realnost, kot sem rekel, in mi interpretiramo tega mojstra. Če je on dober, zna to on nam pokazati, da mi to delamo, tako jaz vidim. In jaz imam učitelja, ali pa učitelje sem imel, nekateri niso se niti tretirali kot učitelji, ampak nekateri znajo to, kar zdaj govorim, pokazati, obrniti name, da vidim, da jaz to delam in da lahko neham iskati zunaj sebe konstantno neke ideje ali pa velike stvari ali pa pomoč,
da v bistvu vse to se skriva v meni samem. Ne? In to je zares prava moč. In ko ti nekdo to da, nek mojster, nek učitelj, ti je dal cel svet, zato ker ti je dal tebe nazaj. In ni operiral, jaz sem neki, pa me moraš častiti. Ne? In jaz mislim, da pravi mojstri za mene so to sposobni narediti. Ja. Sebe reči, jaz nisem nič, vse je v tebi in ti probati na neki načine to pokazati. Ne? To je čist moje mnenje. Ne probam usiljevati tega, kar sem zdaj rekel, komorkoli drugem, zato ker nekateri pa rabijo guruja z istim razlogom, da se naučijo to. Ja, seveda, rabijo tudi šarlatane, ne, ljudje. Kdo zdaj definira, kdo je kaj? Ne? En je šarlatan, en je ta prav. Jaz mislim, da jaz. Ja, jasno, seveda, vedno. No, to je moja pozicija. Vem, da je malo težko je razumljiv. V bistvu je težko dati besede to, res je težko dati, ampak sej vem, kaj ampak to se mi zdi odprtost. Ne? Odprt sem za vse te stvari, ampak ne bom pa skakal na ideje, ker vem, da ni konca tem idejam. Ne? Ta moč, ta energija, una sila, uno božanstvo, ta metoda, ta guru, ja, veš, to je ta razlika, ni konca v življenju. Ne? Ni konca, ampak je pa ena razlika, nekaj je mentalno, se pravi recimo ideje, ne? Tvoj podcast je ideje, ne? Kontra od ideje. Kontra od ideje, ampak še vedno je noter ideja. Ja. Tako da sigurno je to tvoj močen svet oziroma močen del tebe, ne? To mentalno tudi, pol je pa še ena druga stran, pot, ne vem kako bi rekla, sfera. Ja. Ko pa ti ne rabiš, da te kdorkoli prepriča, a je to piramida ali ni, a je ta mojster ali ni, a je to ali ni. 200 knjig tega sveta te ne prepriča, 200 mojstrov tega sveta te ne prepriča, ker ti veš. Ja. Ne, ker si prebral, ampak ti veš. In to je ta razlika. Tam recimo, ko te nekdo prepričuje, zares ne moreš nikoli pride do konca, oziroma vedno obstaja dvom in tako naprej in je vse v redu, ampak ko nekaj veš, veš. Sprav, ko se ti zaljubiš v eno žensko, lahko ti rečejo milijon stvari, kakšna je in da to ni zaljubljenost in da to ni prava ljubezen, in ko boš odrastel, boš videl, da ni bilo to, ampak ti veš. Ampak kaj se zgodi z zaljubljenostjo? Dober. Ja, ampak je pa bila, se vsem, mislim, recimo... Bila je takrat, ja. Ja, ampak hoče, točno to, super si to povedala. Zaljubljen slaba, zdaj bi ljubezen mogla reči, ampak ja, mislim, ne slaba, mogoče slab primer. Mogla bi reči, ljubezen bi mogla reči, ja. Kaj pa je, no, sej, to mi je zelo blizu, ne, ljubezen, brezpogojna ljubezen, ne, do vsega, kar obstaja, vključno do tega šarlatana, ne, vključno do guruja, ja, ampak ampak vključno do partnerja, vključno do sočloveka. Ker nekaj je ta univerzalna ljubezen, ne? Nekaj je pa ljubezen do sočloveka. Vse je ljubezen, ampak je drugače. Ja, jaz mislim, da bi mogli ločiti ta izraza, ne bi smeli reči oboje ljubezen, ker ljubezen do partnerja, pa do dotičnih oseb, jaz ne bi temu rekel ljubezen. Jaz bi tukaj tako res trdno stal v temu, da se mi zdi škoda, da temu rečemo ljubezen, ker je to pogojna ljubezen. Pogoj je, da je to ta človek. En drug človek pa ni ta človek, pa nima te ljubezni, od mene ne dobi. Ja, jaz seveda, ker ni ljubezni. Ne, do tistega je brezpogojna, ker je ljubezen je brezpogojna, do druge. Ja, pogoj je, da je ta človek takšen. Da je ta človek, da je takšen. Da so te atomi, da je takšen, se pravi, recimo, če bo on zdaj postal bolan, pa ne bo več takšen, ali pa če bo on bankrotiral, pa ne bo, pa to ni ljubezen. Kaj pa, če ima ta človek nesrečo, avtomobilsko, popolnoma se mu spremeni fizični izgled in psiha. In psiha, postane drug človek, zdaj imamo mi problem. A smo imeli brezpogojno ljubezen do njega? Nismo imeli. Takrat boš videl. Ja, ampak če boš vzel nazaj ljubezen, če boš rekel, ne, zdaj pa ni več, ker si drug človek, potem veš, da ni bila brezpogojna. Tako. Ampak to lahko že pred to nesrečo stestiraš, ker rečeš, ljubim te, ok, a ljubiš tudi uno neznanko tam, ali pa neznanca? Ne, pa je to pogojna ljubezen. Avtomatsko je to pogojna. A ljubiš to drevo? A ljubiš ta kozarc? A ljubiš vse, kar se
dogaja v tvoji zavesti. Ne, pa je to pogoj. Pogoj, da sem jaz ta oseba. In mi temu rečemo ljubezen. Ne? In jaz mislim, da to ni ljubezen. Vedno se konča, ker se ljudje spreminjajo, jaz se spreminjam in te pogoji počasi grejo stran in pol vzamemo to ljubezen. Tako jaz vidim. Če pa govorijo o brezpogojni ljubezni, pa ni problema. V življenju ni problema. Ker ljubiš bolečino, ljubiš trpljenje, ljubiš vsak, kot sem rekel, atom v svoji zaznavi. Ne? In to se mi zdi, da je Jezus učil zelo neuspešno mogoče. To je hotel, ali ljubeško kraljestvo je tukaj, ne? Ja, ljubi vse, kot samega sebe. Kristusova zavest je ni bila samo v Jezusu. Tako, Tako da, se strinjam. Pač, naredili smo en lik, zgodovina naredila en lik, mislim, na zgodovinski osebnosti, ne, ja, ampak se strinjam, ni edini v tem kontekstu učitelja ali pa zdravitelja ali pa karkoli človeka, ki dela tako imenovane čudeže in je, ali je Bog ali človek. Ampak ja, tukaj... In to je zame duhovnost. Več od tega sploh ne morem povedati. Ja. To je edino, kar je. In vse te ostale stvari so samo ideje. Zato sem rekel, ideja, govorimo o idejah, ampak ključ je v neidejah, v ljubezni. No vidiš tukaj, ne? Tukaj sva zgubila eno nit, ne? Mislim, nisva izgubila, mava še vedno eno, ampak eno sva pa zgubila. Ker v bistvu jaz tega ne morem povedati. Ker ni besed, ne morem ti povedati, lahko ti povem, da mi, da ne bom rekla, da preveč generalno, da mi nekaj manjka tukaj, ne? Oziroma, da bi rekla, joj, ne veš, recimo, ne? A da je ljubezen prava? Ja, mogoče bi rekla, joj, lej, mogoče boš pa to izkusil še. Mogoče pa, mogoče pa še ne veš. Morda, ja. Ja, tako. Ne bi se postavljala zviška ali pa karkoli, ampak to je bilo v mojem ustroju. Super, ne veš. To... Ja, ne veš. Ampak, v redu. Ampak, v redu. Ne, sprejmem to, če mi nekdo reče, da ne vem, to se mi zdi celo pohvala, ker je res. Skoraj nič ne vem. Enih stvari ne, da skoraj nič ne veš, ampak pa se ne moraš... Skoraj nič. Ja. Bi ustrajal, da skoraj nič, tudi vključno s tem, da nič ne vem, tako kot si prej rekla, mogoče pa veš, pa ne veš, da veš. Tako da zdaj sva zašla v neke paradokse, ampak ne vzemam to tako negativno. No, tako. Ja, se ni to negativno, daleč od tega, da bi bilo negativno. Ja, no pa zdaj mogoče tako, kot gledaš, kam se ta svet vrti, recimo, kako vidiš tako množično in tako visoko razvito tehnologijo, pa če gledava vse od Tesle, Elona Muska, če gledava, ne bi sploh rekla, rajši rečem Tesla kot NASA, rajši rečem neodvisni raziskovalci, znanstveniki, geniji, vizionarji na področjih od ekonomije, tehnologije, viatorstva, skratka vseh. Kako gledaš, v kakšnem času živimo in kam to gre? Super ste mi bili, ko ste govorili o tem, kaj je nekdo rekel, ne vem kdo citiral, kaj bo internet čez 10 let. Ne? Res smešno se nam danes zdi, ko smo internetna bitja. Se pravi, kje nas vidiš čez 20 let, a bomo šli kot z avtobusom na Mars, ne? Ali pa čez 50, ali pa na kakšen drug planet, ali se bomo kar teleportirali, da sploh ne bomo rabili prevoznega sredstva, da enostavno se bomo kar tam pojavili, ne? Na nek način, ne vem s čim recimo, ne? Ker jaz recimo pa bi mogoče še kaj o drogah rekla, ker jaz v življenju nisem nobene droge sprobala, niti trave nikoli nisem. Kava? Ja, sem kava te ne prestal tako daleč, kot te recimo... Ja. No, sam je droga, ne? Ja. Ja. Spremenja zavest, ne? Vpliva na tvojo kemijo, ne? In te spremeni. A misliš? Ja, mislim, da ja. Mislim, verjamem trenutno, da ja. Ok, da pa kavo, sam kavo sem, ja, drugega pa ne. Ja, alkohol. Recimo imam prijatelje alkohol, ampak premalo, da bi bila izkušena. Ampak si bila opita od alkohola. Sem bila? Se pravi, to je spremenjena zavest, ne? Ja, ampak se mi ni nič kaj dosti odprla. Recimo moja prijateljica je... Spremenil se je, ni se pa izboljšal. Ni se pa izboljšal. Ja. Ne poznam teh svetov,
recimo gobice, ne? Jaz imam kar nekaj ljudi, ki jih poznam, pa tudi recimo imam prijateljice to, no, velikrat recimo. Ne bova povedala, kako je ime. Ne, jo bom predstavila. Ja. Ampak ne, zaradi nje, čeprav po moje bi bilo vse, ampak recimo, in ona meni to govori, kako ona začne geometrične oblike. Ne delamo nobene reklame, jaz tega nisem probala in tudi ne bi in ne rabim, ampak kako to ona vidi te geometrične oblike, kaj se to odpira. Srečam, pa kje si ti, kam ti vstopaš, kateri so ti svetovi? Je to super, je to naša prihodnost, ali to nič ni, ne? Je to samo neka vzporedna realnost, kjer se izgubljaš malo. Tako da, no, v vseh teh kontekstih, ki sem ti zdaj naštela, sem res naredila miks, res sem naredila eno maso. Zdaj sva ta prihodnost, pa droge. Ja, tle imamo vzporedno realnost. Lahko poveževa to skupaj. Probi, če znaš, ne vem, jaz ne znam, probi, lahko pa ločeš. Recimo prihodnost na področju substanc, ki spreminjajo zavest. Ja, ayahuasca, samo še to recimo, to je tudi zelo moderno, ayahuasca. Ja, zelo moderno, nažalost. Veliko stvari se zdaj dogaja na tem področju, a ne? In jaz mislim, da se pravi, če smo imeli v 60-ih s temi hipiji neko revolucijo, so začeli malo iti ven iz družbe, bosi so bili, igrali so na kitaro, proti vietnamski vojni so bili in pa so odkrili droge, ne, se pravi, predvsem LSD je bil takrat zelo popularen, ne. In takrat se je zaradi tega prekomernega ali pa neodgovornega konzumiranja teh substanc vse prepovedali za naslednjih 40 let, ne. In zdaj se nahajamo pač v zgodovini ali pa v nekem času, kjer se te raziskave spet obujajo. Zelo rapidno, predvsem Amerika je tukaj glavna, Izrael, predvsem MDMA, ki tam imajo veliko problemov z posttraumatskim stresom, ne. Ampak ja, tako, no. Obstaja neka organizacija z imenom MAPS, neprofitna organizacija, oni v bistvu te raziskave financirajo s pomočjo donacij. In zdaj so v tretji fazi, ki je zadnja faza, preden se neko zdravilo potrdi, je, da bo MDMA, večina ljudi ga pozna kot ekstazi, potrjen kot zdravilo za posttraumatski stres. Ekstazi, res, kaj? To, kar ga poznamo, to, ko je ambasada v Viole. Tako. Kaj? Ja. Kaj to je zelo močno, ne? Ja, močno to ni zdaj nek pomirjevalec ali nekaj takega, to je nekaj zelo močnega. Kaj bo to, elektrika, kaj bo to naredilo? Ja, to je v bistvu tako, ne. Žrtve, recimo posilstev ali pa žrtve neki veterani, ki imajo posttraumatski stres, vojni veterani. Simptomi tega stanja je neko taka anksioznost pa depresija. In to do zdaj smo mi zdravili z antidepresivi, ne? In terapijo. Obstajajo pa primeri, ki so tako težki, da to več ne prime, niti terapija ni učinkovita, sprav kognitivna terapija. In so začeli oni raziskovati, a bi mogoče MDMA lahko tukaj v terapevtskem kontekstu pomagal človeku se odpreti in iti v to izkušnjo, ki je bila travmatična, če bi jo lahko podoživeli takrat, brez tega strahu, ki je ponovadi prisoten, ki človeka totalno zapre, in to sterapirali, ne. In potem so začeli probavati z MDMA-jem, ki ima karakteristike tega, da ti v amigdali zniža ta občutek strahu drastično, pa tudi spodbudi neke take občutke, ki so podobni ljubezni, pa empatiji, pa rad imaš vse ljudi, ne, to tisti, ki so v ambasado hodili ali pa na rave žurke, znajo povedati, ne. Poleg tega, da ti da energijo, ne, to, ki si ti rekla, elektrika, to je stranski učinek MDMA-ja. Glavna karakteristika je to, da spusti strah pa empatijo zviša do drugih ljudi in predvsem do sebe tudi. Te žrtve to rabijo, ne. In rezultati so bili pač neverjetni, mislim, da 80% teh težkih primerov, ki se niso več odzivali na klasično zdravljenje, da je po enem letu, po 2 seansah, ni imel več diagnosticiranega PTSD-ja, ne. Niso pa postali odvisni od teh? Ne. Ne.
ker je to taka mera, taka doza, da naredi nekaj, v bistvu je kontrolirano, kaj naredi in potem. Ja, mislim, to je tudi čisto v drugem kontekstu. Ponavadi sta dva terapeuta, en je moški, en je ženska. To je prav specifično, je odrejen tako. 6 terapij imaš brez substance, kognitivnih terapij, ki je v bistvu malo priprava na to. Potem imaš eno terapijo s substanco, z dozo 120 mg, to je v bistvu ena ekstazi tabletka ali pa pol. Se pravi, to je konzervativna doza, ampak je precej močna. To, kar se na zabavah dela, je ponavadi pretiravanje. In zato tudi ni nobenih negativnih učinkov, ni toksično v teh merah za telo in tudi ni zasvoljivo. 2 taki seansi ima človek in rezultati so pač takšni, kakršni so. In mislim, da bojo naslednje leto ali pa leto potem to uradno potrdila, FDA v Ameriki, in se bojo začele klinike s tem za zdravljenje PTSD-ja. To je prvi korak, MDMA. Gobe, zelo dobri učinki za depresijo, isto v terapevtskem kontekstu. To ne pomeni, da ta stvar v sebi nosi zdravilo, ki ti poješ, tako kot smo mi vajeni zdravil, in to samo naredi stvar. To je v bistvu... Ja, to je samo vstopnica nekam. Ja, to je samo v bistvu pomoč, ker oni so tudi testirali, a brez terapije tudi pomaga in ne pomaga. Mora biti izključno substanca plus terapija. Ja, vodeno, v bistvu res strokovno vodeno. Tako, strokovno vodeno. Tako kot zvezdico damo ljudem, ker se s tem niso toliko srečala. Tako da gobe, LSD, vse te podobne stvari smo mi kot te neki podjetniki ali pa mladi ljudje spoznali v svojih 20-ih in videli pač potencial za razrešitev mogoče kakšnih stvari, ki te mučijo, spoznavanje sebe, raziskovanje zavesti, lahko tudi na določene trenutke uživanje, s tem ni nič narobe, užitkom v življenju. Tako da jaz mislim, da se pripravlja neka taka renesansa na tem področju. Tako, če že govorimo o prihodnosti in da bo čez 10 let, če se bomo odgovorno lotili tega, pomagalo ogromno ljudem. Super, veš kaj to, kako to spremeni, da mi začnemo te travme, v bistvu, ki so zakoreninjene mogoče tudi 5 generacij nazaj, 4, 3, veš, da se to začne, da ne začne, saj se je že začelo, ampak da se enkrat to res dobro počisti. To pa je future, kot si ga želim. No? Ja. In jaz mislim, da pravi ljudje delajo v tem področju, delajo z ljubeznijo in mislim, da imamo zelo dobre šanse, da ne bomo spet zafrknili, tako kot se je v 60-ih zafrknili. Da se gre to z neko racionalno in ljubeznijo in dobrim duhom v to, da pomaga se ljudem. In to je treba malo ločiti od droga. Se pravi, čim jaz rečem droge, ljudje dobijo nek odpor do tega, to je pa v vseh primerih kadarkoli slabo in s tem smo zaključili. Jaz drogo razumem kot orodje, kot je ogenj orodje. Jaz lahko z ognjem zažgem celo vas, lahko pa skuham večerjo za svojo družino z ljubeznijo. In v samem ognju se ne skriva dobro, slabo. Tako kot se v drogi ali pa substanci ne skriva slabo, dobro. Kako jaz, kakšen odnos imam jaz s to stvarjo, s tem orodjem, naredi vso razliko, ali je to dobro ali slabo. Če jaz to zlorabljam, če jaz bežim v užitke, stran od svojega realnega življenja, nočem se soočati z stvarmi, je to ena stvar. Če pa jaz hočem postati boljši človek, ali pa raziskujem zavez neko dobro pozicijo, je to čisto druga stvar. In ne bi smeli to dvoje mešati. Ja, dobro je odpirati teme, v bistvu res. Nujno. Ja, nujno je odpirati teme, tudi za mlade in starše, v bistvu. Ker bežati od tega je najslabše, definitivno. Iz ene pa iz druge. Nekaj časa deluje bežanje, pa neha delovati in se moraš soočati s to pošastjo, pred katero si bežal. In dlje, ko bežiš, večja je ta pošast. Raste. In to je težko razumeti, ko ti nekdo reče, to je treba izkusiti, da bežanje je slaba izbira. Ampak
za tega, ki beži, je očitno nujno potrebna, da se nauči. Je, pa tudi veš, ko so govorili, vsi vemo, da je potlačitev slaba, ne? Ampak če otrok ne bi tlačil, ne bi preživel. Enostavno počlo bi mu srce, ne vem, ne bi preživel. Tako da tudi beg je v redu. Sam ne more biti samo beg. Ne? V bistvu zdaj si en vidik povedal prihodnosti, kaj pa ekonomija, tehnologija. Ja, vsa predvidevanja so bila napačna do zdaj, ne? Pa ne moja. Ne vem, nasplošno, prav res se lahko rečemo vse. Ja, leteli bomo po zraku z avti in podobno. Vse veš, kako je bilo v teh znanstvenih fantastikah v 60-ih ali pa takrat, ko se je začela ta računalniška revolucija, ne? So že kar mislili, umetna inteligenca bo do leta 2000, ne vem kaj, pa imaš Stanleyjev Kubrickov film 2001 Space Odyssey. 2001 so šli oni na Venero. Ne? Mislim, vse je preveč optimistično, po drugi strani pa stvari, ki so pa izredno spremenile naše življenje, ni noben mogel predvideti. Recimo primer interneta v kombinaciji s pametnim telefonom, v kombinaciji s GPS-om, ki ti v kombinaciji z Googlom, vse te stvari bi mogel nekdo predvideti, da bi lahko predvidel Uber. Uber kot tehnologija potrebuje vse te tehnologije skupaj. Zato je toliko težko predvideti prihodnost, ker ni samo ekstrapoliranje, zdaj delamo računalnike in računalniki bojo vedno hitrejši in potem narediš neko predikcijo, kaj iz tega sledi. Ponavadi je računalnik je hitrejši, plus telefon bo noter in zdaj si niti ne morem spomniti, kaj bo, ampak neka tehnologija bo, ki jaz ne morem predvideti, ki bo povzročila neko drugo tehnologijo, ki jaz ne morem predvideti. Ne. In kaj se bo s človekom zgodilo, recimo, mislim, kaj nam bo to omogočilo? Kakšne sposobnosti nam bo odprl po tvoje? Ja, jaz mislim tako, ker smo mi bili neki primati, imamo nekega skupnega prednika šimpanzom, pa smo po drevesu lazili, pa smo pol izumili eno tehnologijo. Vzeli smo palco in smo zbezali ven mravlje, recimo, in pol smo jedli te mravlje. Ne. Potem so se nam zaradi neznanih razlogov začeli možgani rapidno razvijati. Nekateri celo pravijo, da smo začeli gobe jesti, to je ena teorija McKenna, da so primati najdeli te psihedelične gobice, začeli jih jesti in se je zavest razširila. In posledično smo izumili jezik. Jezik je pa tehnologija, ki je dala vse na steroide, zato ker smo začeli sodelovati med sabo lahko zelo tesno. In s tem smo nadvladali živalski svet. Ker mi smo se povezali med sabo, udomačili smo psa in potem smo lovili te gazele. Zelo boljš, pa nismo tako hitri. Tako da, tehnologija. Jaz mislim, da bomo to orodje naprej razvijali za reševanje svojih izzivov, in da se bomo počasi združili z nečim, čemu mi rečemo, da ni naravno. Se pravi s tehnologijo. Mislim, že gremo v to smer, v žepu imamo pametno napravo. Na nek način smo že združeni z njo, zato ker ljudje jo nosijo samo na WC. Posod. Se pravi, jo imaš skozi Golega se počutiš brez, razen če si ti na plaži, ampak nekaj ti manjka ti dotok informacij, bližine, recimo. Vse živo. Ja, in združeni smo že s to napravo, sicer ne fizično, ker je ločena od našega telesa. Mogoče se bo to pretvorilo v telo, ali pa ne, je čisto vseeno, ampak mi bomo kar naenkrat združeni neposredno z internetom. In kaj pomeni, da smo združeni z internetom? Pomeni, da smo združeni z vsemi ljudmi naenkrat. In v bistvu, če gledaš sebe kot na neko celico, ki je enocelični organizem, tako kot je bilo včasih, in kar naenkrat se te celice začnejo združevati. Neke celice poskrbijo, so pljučne celice, poskrbijo za dihanje. Nekatere celice poskrbijo za jetra, želodec, srce. To so različne vrste celic, ampak skupaj delujejo, da lahko jaz funkcioniram. Zdaj pa, če gremo na neko makroraven, jaz sem ta ena celica, združim se s tabo, tako kot so se zdaj združila. S pomočjo tehnologije bova nekaj ustvarila, ki bo... No, združili še z vsemi drugimi ljudmi? Z drugimi, oni so zdaj združeni z nama, z našim umom, in v to smer gremo, da bomo vedno bolj neposredno povezani
med sabo s pomočjo tehnologije. A ne? Ja. In to bo zelo, zelo, zelo zanimivo. Ne? Ja. In to je vse ta trend, ki smo mi dva rekla, zdaj smo neodvisna ustvarjalca. Tukaj imamo tehnologijo, ki je čudež v bistvu, če gremo 100 let nazaj. Ta telefon, ta mikrofon, to je čudež, Ja. da shranjuje nek video zapis, ta shranjuje audio zapis. YouTube je čudež, to boš ti uploadala gor, nekdo klikne in kar, to je In čudež. to nekdo v Urugvaju, nekdo... Tako da še več teh čudežev bomo videli, ne? Tako da ne znam pa Povedati, kaj bo to predvideti, omogočilo. kaj točno. Ja, kaj točno pa, kaj bo to omogočilo? Se pravi, Povezani bomo bolj, no? povezani. Tako. To, če dava neko nit. a ne. Ja, jaz mislim, da lahko to ustvari eno zelo zanimivo visokozavedno civilizacijo. Se strinjam. In da je to čisto naravno. In da postane to normalno. Ja, Naravno. naravno. Zato, ker mi rečemo, tehnologija je nenaravna, ker smo Ja. jo mi naredili, Ja. a ker mi smo del narave in delamo nekaj, to je tudi naravno. No, a veš, kje smo mi dva zdaj? Ja. V vesolju, ne? Ja. A veš, To to je pa je to, jaz vse. ne vem, a ti je blizu ta ideja, bom rekla, ne, zdaj moram v tvojem jeziku reči, a ti je blizu ideja, da druga bitja, drugače razvita iz drugih galaksij, tako imenovani vesoljci, bom rekla po domače, nas vodijo, sodelujo z nami, komunicirajo z nami, soustvarjajo z nami. Veliko možnosti vidim, da bi bilo to lahko res. Ne vem pa, da je to res. Ja, ok, možnosti vidiš, saj to je že. Več kot 50% možnosti vidim, da bi bilo to res, kot ne res. Ja, Zato, ker vesolje je tako veliko. Čudno bi bilo, da smo sami, a ne? ja, Pa čudno bi bilo, da ne bi izmed vseh teh ostalih bitij, ki obstajajo, da niso nekateri tako zelo razviti, da jih mi niti ne zaznamo. a ne. Se pravi, toliko so razviti ali pa živijo v nekem drugem 6D, 7D prostoru, ki jih najni čuti ne morejo zaznati. Ne? Lahko so skozi tukaj. a ne. Tako da to se mi zdi čist možno. ja, ja. Bo treba kakšne gobe pojesti. pa. Ne, ni treba, pejt v piramide v Bosno, tam so orbi. Orbika. Ja, orbovi, to so ta bitja, ki jih lahko zazna tudi kamera, recimo. Not v podzemnih tunelih, če boš snemal, se ti bojo pojavila ta bitja tudi. Tako naprej. Kaj delajo? Čistijo naš organizem, nas uploadajo, kako bi rekla, nam dajejo ideje, nas delno programirajo, recimo, bom rekla, čeprav to grobo beseda ne maram preveč programiranja, ampak ok, uploadajo, ne. Ja, ja. Zanimivo. Različne stvari, pa tudi različni nivoji, pa tako naprej. Tako da, Ja, zanimivo. ja. Ti prostori, recimo, tako imenovano mistični ali pa magični, ali pa taki prostori, kjer je nek drugačen pretok, so v bistvu velikrat vstopnica za kakšnega človeka, ki bi rad gobice, ne? Ali pa bi rad nekaj novega, Ja, da se mu odpre. Ja. Ok, vse sva zdaj v bistvu kar generalno povedala, ne? To je in tehnologija, in ekonomija, ker tukaj to je biznis, to je... To je itak vse prepleteno. Ja. Ne. Zdaj pa, kako bomo imeli urejene države, a ne? Ja, a bojo še te meje pol, ne? Če Ja. smo mi z internetom vsi eno, mislim, se pol ni vežno. Ja, jaz mislim, da ne. Na dosti dolgi časovni skali, pa s tem mislim 50 plus let, ne? Mislim, da država bo nekaj drugačnega, kot je zdaj, ne? Ali pa sploh ne bo obstajala, ne? In boš mogoče imel neke community ali pa skupnosti isto mislečih ljudi, ker se boš ti pridružil prostovoljno, ne? Tako jaz vidim, ker to se že dela v zgodnjih fazah interneta, so bili to forumi, zdaj so neke skupine in podobno, ne? Ljudje se vedno po zanimanjih grupirajo, ne? In samo vprašanje časa bo, da bo dosti velika skupina ljudi rekla, mi pa hočemo svoje zakone, pa svoja ureditev družbe, a ne? In jaz mislim, da imajo vso pravico, zato ker verjamem v demokracijo, a ne? Mislim, da je to ta prava pot, da se tako organizirajo, ne? In tukaj je treba prvo rešiti v bistvu monetarni sistem, ki ga imamo, a ne? Kar se rešuje v bistvu, ne? Ja, predlagana je rešitev, ki jaz mislim, da bo obveljala, a ne? Ampak ne vem pa, koliko časa bomo rabili, a ne? Da bomo videli prednosti nekega alternativnega sistema
ali pa alternativnega denarja. Ja, da denarja v taki obliki v bistvu ne bo več. No? Ja. In tudi da naša percepcija financ ne bo več denarja ne bo takšna, kot je. Isto, da ne bomo najbolj. Zgubo bo zaupanje, po moje, zato ker zdaj imamo neko entiteto, ki je centralna, pa neka avtoriteta, ki ima popolno kontrolo nad tem, čemu mi rečemo denar. Ne. Se pravi, koga je v obtoku, sploh ne vemo, koga bo naslednji let novega v obtoku, sploh ne vemo. To v bistvu neka entiteta za nas odreja. Ne. In jaz mislim, da je to, iz tega izhaja veliko težav, ki jih imamo v svetu. A ne. Že vse vojne ne bi bilo mogoče financirati brez tega sistema. Ne. Ker vojno financiraš tako, da tiskaš nov denar, a ne, in v bistvu delaš dolg. A ne. Če bi pa ti imel ne vem, zlato, ki je omejeno, pa ti ne bi mogel te vojne financirati v taki obliki. A ne. In mogoče kakšna vojna bi odpadla, ker ne bi bila smiselna. A ne. Tako da tukaj imamo neke alternativne sisteme, ki so s tehnologijo prišli, pa z internetom, recimo Bitcoin. Ja, seveda, to vse, ja. Bitcoin je en tak primer, ki mu dostikrat rečejo, da je digitalno zlato. Mi točno vemo, vsi ljudje na svetu točno vemo, koga je, koga bo, in to noben nima kontrole tega spremeniti. Ja, v bistvu je zapečeno v vesolju. Transparentno in decentralizirano. In to je... Ker dostikrat rečejo ljudje, ki ne poznajo tega, ja, kdo pa je ustvaril Bitcoin? Ja. To je popolnoma vseeno, zato ker taka je ustvaril, niti ne vemo, kdo je, niti nima kontrole nad tem sistemom. On je to ustvaril in vrgel ven. Tako, ker ne vemo, kdo je izumil ogenj. In je popolnoma vseeno, kdo je odkril, kako ogenj narediti, recimo kako ga skontrolirati ali pa kako ga ustvariti na začetku, ne, je vseeno. On je pač to naredil in mi vsi vemo, kako to deluje in to lahko uporabljamo. In enako je Bitcoin. Ne. In naš težko razume, da nekdo nima kontrole nad nečem, ne. Ker živimo v svetu, ker ta banka ima kontrolo nad mojimi financami, zares ne. Ta država, politiki imajo nad zakoni. Vsi imajo neko kontrolo nad nami in težko nam je razumeti, da obstaja nekaj, na čemer noben nima kontrole. Ne. Bitcoin. Ja. In tisti, ki se poglobijo v to, bojo razumeli, kaj govorim, tisti, ki pa prvič slišajo, pa so skeptični, pa rečejo, kaj ta mulc govori, a ne? To se bo... On ne ve, to je CIA ustvarila. Ne, koda je transparentna. Jaz v bistvu podpiram sistem s tem, da doma poganjam ta program, ki v bistvu preverja vse transakcije, ki se izvedejo na svetu. Ampak to jaz ne delam sam, to dela, ne vem, 100,000 ljudi ali pa milijon ljudi in vsak dela isto stvar. To, da če jaz to neham delati ali pa če mene zaprejo, je to vseeno. In pa to lahko vsak dela. Vsak lahko to dela, če ima internet v elektriko. Ampak s tem nič ne služiš. Aha, samo podpiraš. Na začetku si služil s tem, ampak to je postalo zdaj, to rodarjenje Bitcoina je postalo nedosegljivo za male ljudi. To obstaja neki velike rudarnice, kjer te grafične kartice delajo ta izračun. Sej pravim, nočem biti toliko tehnično. Imam 2 podcasta na to temo, 6 ur vse skupaj, ker se to razloži. No, tega pa res nisem gledala, bom pa pogledala. No, če te zanima, je koristno, ker gremo res iz temeljev in gradimo pol gora, toliko, da človek razume. In to je Bitcoin. Po recimo ustanovitvi ali pa izumu Bitcoina, odkritju Bitcoina, kakorkoli filozofsko pogledaš, to je bilo leta 2009-2010, je ful enih klonov ratal, kriptovalut. 99,999% je to, kako bi rekel, nočem reči nategov, ampak zlorab, prevar in podobno. Ne. In to, kar ti na telefonu delaš, bi jaz z neko gotovostjo rekel, da je neka nateka ali pa prevara. Tako. Večina teh stvari. Kaj pa vse te ostale? Mislim, to je cela znanost, zato so tudi predavanja, seminarji, učenje. Če bomo to res poosebili v smislu, da bomo začeli to množično uporabljati, da bo to postala naša
valuta, ali kako ne rečem, kriptovaluta. Rezervna valuta, ja. Rezervna valuta, bomo mogli marsikaj o tem vedeti, znati. Ja, mislim, razumeti. to je zdaj tako, ne. Rezervna valuta pomeni, da zlato je bila rezervna valuta. Ja. Se pravi, to je pomenilo, da si ti lahko z bankovcem prišel v banko in oni so ti načeloma mogli zamenjati to vrednost v zlato. Se pravi, vsak bankovec je bil pokrit z zlatom v trezorju države, ki je izdajala te bankovce. Ne. To se je spremenilo leta 80. 72, se upravičujem. Nixon je to spremenil, se pravi, je uničil ta zlati standard, je rekel, dolar več ni backupiran z zlatom, backupiran je z nič ni odzadje. In danes naš denar nima ozadja. In če bo Bitcoin postal rezervna valuta, bi postal nekaj podobnega, kot je bil zlato. Ti bi še vedno lahko imel dolar, ampak oni bi od zadnji mogli imeti zavarovan ta dolar z neko realno redko dobrino. In zlato je redka dobrina na zemlji, ker je ni neomejeno, pa ne moreš je ustvarjati. Neki alkimisti so to probali, ampak ne moreš zlata ustvariti. Zlata je ful v vesolju. Se pravi, v vesolju ni omejen. Bitcoin je pa prva stvar v zgodovini človeštva, ki je zares omejena, tako bi jaz rekel. Nihče nikoli ne more več tega ustvariti in vsi vemo, koliko bo tega, in zato ima neko resnico v ozadju, če si predstavljaš. To bom jaz pa mogla res pogledati, ta dva videa tvoja, ker me ful zanima. Ja. Ampak in tako hotel sem samo to odgovoriti, da mi ne bi z Bitcoinom načeloma poslovali, ampak bi bil pa kot resnica od zadaj, druge stvari bi bile pa na njega mapirane. Tako, kot nismo z zlatom s čim bi pa pol posloval, recimo? Lahko bi z dolarji, lahko bi z valuto, ki je najbolj uporabna v tistem momentu. Ne. Ampak to je še vedno denar. Mislim, to ni... To je denar, ampak ima resnico od zadaj, zdaj pa nima resnice. Ker zdaj, recimo jaz delam, sem plačan v evrih, oni nove evre natisnejo in te evre, ki sem jaz zaslužil, so postali manj vredni, ker jih je več. Se pravi, moj delež je manjši od celote, zato ker jih je zdaj več. In to je taka prikrita kraja človeškega časa, bi jaz rekel. Ker v bistvu mi plačujemo davke, to je transparentno. Jaz plačam toliko davka. Z inflacijo oziroma stiskanjem mnogo denarja je pa to prikrit davek. Ker se mi sploh ne zavedamo. Jaz imam na banki neko vsoto in ta vsota počasi izgublja vrednost. Ker cene grejo gor. Ampak cene ne grejo gor. Vrednost denarja se niža. Gre dol. In to je prikrita kraja človeškega časa, jaz vedno rečem. Da pa ti nimaš te kraje, pa rabiš neko resnico od zadaj. Če jaz zaslužim bitcoine, pa shranim bitcoine, mi jih noben ne more razvrednotiti. Ja, ker jih ne more. Jaz vam isti ker je delež. točno to, ker jih ne moreš biti več ali pa... Seveda cena varira, ker smo zgodaj, ker je špekulacija. Ampak če si predstavljamo ta nihanja v ceni bitcoina, se bojo kasneje stabilizirala in bo to resnica. In jaz bom zaslužil bitcoine, lahko jih bom shranil in imel bom neko zaupanje, da mi noben ne more tega vzeti. Zdaj, če imam pa jaz evre, če jih ti shraniš za 20 let, si izgubil 80%, seveda, si izgubil 60%. Kakšna bo to vrednost takrat? Ja. Tako. Zato je to toliko pomembno za veliko težav, ki jih mi imamo kot družba. Ja. Ampak potem recimo Ether, Solana, to je pa že druga zgodba zate. Ethereum ima neke druge, zasleduje neke druge cilje. Ja, tehnološke, ne? Tako, ja. To so v bistvu pametne pogodbe. Tudi ne bi rad šel preveč v to, ampak se mi zdi legitimen projekt Ethereum. Ne toliko kot Bitcoin, ampak še vedno zdi legitimen. Vse ostalo potem pa legitimnost pada. Ker so kontrolirane valute, neke podjetja so od zadaj, neke osebe, ki imajo kontrolo, živijo zaradi špekulacij, ljudje mislijo, da bojo zaslužili in podobno. In jaz mislim, da je res treba to gledati, da je neka stvar decentralizirana. To je prva stvar, ki jo moramo pogledati v neki valuti ali pa
projektu. A ne? In Bitcoin je najbolj decentraliziran izmed vseh. A ne? Ja. Spravi, ti recimo ne bi nikomor svetoval, da investira še v kakšne druge valute in da to razišče in da se s tem ukvarja, ne glede na to, koliko je, pač da ni takšna resnica v zadnji, oziroma da je neka drugačna. No? Ja, včeraj sem predaval na konferenci glede NFT-ov, ne, to so neke Ja. slikce, ki se prodajajo, ne, se Ja. to ne raba iti. In potem je prišlo To veliko smo mi tudi mladih. že predstavili. Pa bom še o tem super, govorila. super. To se mi zdi zelo pomembno. Super, super. Ja, in je veliko mladih prišlo do mene in je bilo to vprašanje, kater kovanc jaz kupujem, katerega predlagam, ne, in teh vprašanj je veliko, ne, vsi hočejo neko bližnico do nekega znanja, do neke informacije, s katero bojo oni zaslužili. Ja. Ta mindset, ta miselnost je recept za katastrofo na področju osebnih financ. To globoko verjamem. In zdaj, kaj jaz predlagam, je, da sam raziskuješ. Ja. Ne mene poslušati, ali je Ja. Bitcoin, ali je Ethereum. Ampak ja, raziskuj. Raziskuj, Ne umakni se od tega, pa tako. stran, raziskuj. Tako, raziskuj. Znanje je v bistvu ključ do tudi bogatstva. Ja. Ampak pravo znanje, ne tisto na hiter, bom nekaj zaslužil v neki piramidi. To je ponavadi recept za bankrot ali pa za katastrofo. Sploh Razen če za imaš mlade. veliko srečo. Recimo, ampak to govorimo v toliko 0,0%, da se ne splača o tem govoriti. Ja. Ja, imaš srečo enkrat, ampak kaj se ti pol zgodi? Ego se ti dvigne, Ja. naduto se ti Ja. dvigne in slej ko prej boš prišel do situacije, kjer ne boš imel sreče. Ja. Ampak z večjim vložkom in boš izgubil vse za nazaj. Ja. Ponavadi se to katastrofa zgodi. kot loterija, to je ve, Ja. to se ve. Moraš biti pripravljen na vse. Tako da, ja. Ja. Torej, jaz predlagam ljudem, raziščite Bitcoin, raziščite, kaj sploh denar pomeni, tako zgodovinsko, ekonomsko, to je dobro razumeti. In potem pa bo že sam dobil odgovor, kaj kupiti, kaj ne kupiti. Ja, jaz bom naredila še kakšne podcaste na to temo. Ja, to je pomembno, ja. Ja, zaradi tega, ker je to že v sedanjosti, je to prihodnost, je to nekaj novega. In v bistvu ker me zanima, kam se svet vrti, me zanima tudi to. No. Super, ful dobro. Ja, a si hotel še kaj tazga povedati? Je nič, sem zelo vesel, da si me povabila in sem zelo užival v tem pogovoru. Tudi jaz. Ja. Isto, pa sem se ga v bistvu res veselila in sem se ga imela za kaj veseliti. Pa po moje, da imava še kaj zapovedati, no, ampak to bo najdaljši podcast na mojem kanalu do zdaj. Me veseli. Ne bo najboljši, bo pa najdaljši. To ne vem, bo drugače, ne bom. Neki naj bo, no. Neki naj bo. Vse eni bojo začutili, eni ne. To sem tudi jaz pri svojih oddajah, ko me ljudje sprašujejo, kjer ti je pa najljubši, kjer ti je pa najboljši. To je nemogoče povedati. Čeprav ti si Ne, je mogoče. da je ta, ki z drogo, ta težki odvisnik, ta druga oddaja, ki so imeli, to sem slišala, ti si povedal, jaz pa res ne znam povedati. Ne, nisem hotel reči, da ne znam jaz povedati. Ja. Hotel sem reči, da jaz imam svoje mnenje, ampak dostikrat sem videl, da ljudje, toliko smo drugačni, Smo, ja. kar nam zavibrira, kaj začutimo, je, da včasih postavim nek pogovor, pa mi je, ne vem, če bi sploh objavil, ne rečem, sebi. Ampak sem se naučil, ker kaj se pol zgodi, jaz to itek objavim, ne. Da je za nekoga pa to super. Ne za nekoga, da dobim ogromno sporočil, da jim je to najljubši pogovor bil na oddaji. In ker se mi je to začelo večkrat dogajati, ne, neham več svoje prepričanje, svoje ideje o tem, a je to dobro, je to slabo, moje mnenje, se ne ukvarjam več s tem, ne, ker zares ne vem. In to, če me je kaj naučil ta projekt, me je ogromno, ne, že gostje so me naučili, ampak je bilo prav to, ne, da jaz ne morem povedati, da je nekaj dobro ali slabo, ne, ker je s svojimi očmi Ja, še gledam. zase ne veš, ali je dobro zate, ne? Ali To slabo. vem. A to veš, v redu. To vem. Ja. Ja. To vem, ker ali začutim osebo, ali ne, ali so mi blizu ideje, ali me neki, ali začutim dobre feelinge, slabe. To vem, ampak ne vem pa, ali bo To za ljudi. skupnosti všeč. Ja, to je res. Ne vem. To je To je najbolj samo ustvarjanje. Ja, res, ja. Čim bolj neobremenjeno, v bistvu. Če je že prišel ven, ima svoj namen, pa naj gre Točno svojo pot. Točno to. Ja, sej meni je pa zanimivo to, ker veš, sem vsem že več kot 20 let novinarka, ne? Recimo
Mi pa zanimivi ti podcasti iz tega vidika, da se pravi, ti si dizajner spletni, pa si hkrati novinar. Mislim, ti delaš intervjuje, tako kot ti delam jaz, ki sem jih delala za nacionalni časopis, radio, televizijo, tako ti delaš pa za svoj kanal, ampak jih delaš. In je zanimivo, zdaj smo mi dva kolega novinarja. Ja, ok, ni mi še noben tega rekel, da sem novinar. Kaj pa si, če ti delaš intervju, kaj si drugega kot novinar? Ja, jaz bi rekel, da sem sam pač nek fant, ki raziskuje življenje in se pogovarja z ljudmi in te pogovori se slučajno snemajo. Nova definicija novinarstva, neodvisnega novinarstva. Mogoče. Ampak ta radovednost je ključ, po moje, vsega. Ne? In ja, novinar ima ponovadi radovednost, ne? Jo mora imeti. Ja, kakšni je nimajo, pa je pol zaradi tega slabši novinar, ampak to je res ključ. Ne? Lahko sem novinar, ni problem. Ja, a veš, jaz bi 10 let nazaj rekel, mislim, kako zdaj kar novinar, kako zdaj let. Ja, on se kar sam spomnil. On se kar spomnil in zdaj bo kar novinar. Ja, sam se spomnil. Zdaj pa to res pozdravljam in se mi zdi res super. Ja, jaz tudi ful podpiram to neodvisno ustvarjanje, ne, se mi zdi res, da pelje v boljši svet, ne, ker že sam si bolj zadovoljen, ker si ustvarjalec, ne, ker ustvarjalnost je en od takih ključnih sestavin življenja in s tem, ker si zadovoljen, si bolj moralen in boljši človek in zato se mi zdi pomembno ustvarjanje. Ja. In da res delaš iz sebe, ne, to. In da najdeš talent, da ni nujno, da tisto, kar si se izučil ali pa kamor se te starši usmerjali ali pa kdorkoli, teta, dedek. Ali pa guru, seveda, ali pa guru. Kjerakoli avtoriteta. Ali pa politika, ali pa v cerkvi, tale župnik, ja, pa kdorkoli drug. Recimo, da tvoja duša ti narekuje tvoj poklic, tvoja poklicanost, prepoznaš jo preko nekega navdiha, nekih sinhronicitet tudi, recimo pride kakšen človek v tvoje življenje, ki ti nekaj pokaže, začneš raziskovati znanje, začneš od tega živeti in tako naprej to širiti. In to današnja doba omogoča, da živimo v res super času, ker človek res lahko izživi svojo naravnanost na vsakem področju. Zelo lepo si to povedala in podpišem vse, a ne? Ta doba, zato imam tudi tokrat čas, v katerem živimo in sem optimističen glede prihodnosti, glih zaradi tega, ker nam daje ogromno možnosti. Ne? Če smo pripravljeni sprejeti odgovornost, pa vzeti te možnosti. Ja, pa imeti pogum. Pa kreirati. Pa imeti pogum. Sej pogum, pogum je to. Ja, pogum je zelo pomemben. Stopati da izven cone udobja. Super. Klemen Selakovič, zdaj sem te prvič predstavila. Ja. Klemen Selakovič. Ja, hvala ti. Vse bo pisalo gor. Veš, da bo. Mi je všeč, da smo tako spontano začeli. Ja, tudi meni. Hvala ti, res. Hvala ti za ta pogovor in se veselim. Hvala tudi tebi.